Ljudje in ljudine, poslušate 40. jubilejno 40. epizodo podcasta Obot, hura, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z. Obot, odplakni boh in obglavljeno dekle. Smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp, Jo. In moja malenkost Aljoša Hrlamov. In znova zdaj že 6. epizodo zapored, drage dame in gospodje, imamo med sabo gosta, tokrat prav posebnega gosta za prav posebno epizodo. Z nami je prvič v podcastu Obot Matevž Luzar, režiser, scenarist, filmar, eden od režiserjev in scenaristov televizijske serije Jezero, to si zapomnite, ker bo čez 3 sekunde postalo pomembno. Živa Matevž, kako si? Lepo zdrav, super sem. Zdaj smo prebrali na Twitterju včeraj, ne? Kdaj je padla zadnja klapa? V bistvu nedeljo zvečer, je padla zadnja klapa mojega novega celovečernega filma Orkester. Tako? In si zadovoljen, vesel, poln energije, ali je to tisto, ki si rečeš, ok, konc je, zdaj pa lahko teden ni bulim v luft? Ne, vsako snemanje, ki se konča, najprej en teden počivaš, potem en teden furaš depro, začneš delati naprej. To se sliši zelo slovensko, zelo filmarsko, tako da zadovoljni z odgovorom. Skratka, 40. epizoda je jubilejna epizoda, ker je pač okrogla. Z veseljem smo jo počastili o tem, da govorimo prvič na tem podcastu o slovenski seriji, slovenski kriminalni seriji, seveda že o omenjenem Jezeru, seriji posneti po knjigi Tadeja Goloba, prvi serije kriminalk z inšpektorjem Tarasom Pearso. In epizoda je seveda posebna tudi potem, ker imamo tokrat za gosta enega od ustvarjalcev serije. Žal se je pa J.J. Abrams že nekajkrat upravičil, ker ima veliko obveznosti, za razliko od slovenskih filmarjev, Američani pač lahko skozi snemajo. Še preden se tega lotimo, seveda standardno opozorilo, tale epizoda bo iz nekega razloga vsebovala kvarnike za serijo in za knjigo. Če bi torej serijo raje prej pogledali, poglejte. Ta trenutek sicer ne vemo kako, ker preko spletnega arhiva ni več povsem dosegljiva, ampak domnevam, da je to ravno zato, ker bo kmalu dosegljiva kako drugače ali ponovljena. No, knjigo lahko seveda zmeraj kupite, izdaja jih založba Goga, kakorkoli torej, če ne želite kvarnikov, ne poslušajte zdaj, vrnite se k tej epizodi znova, ko boste na tekočem. Ne nazadnje truple v Bohinjskem jezeru ne najdejo tako pogosto. Tako da, maestro, prvič v tem podcastu zaigraj eno našo. Ok, to je bil uvod. Začnemo mogoče čist mičkeno s knjigo. Jaz moram spet priznati, da od 3 ljudi v tem podcastu, ki smo si razdelili vloge in sem jaz bralec, sem edini, ki spet ni prebral. Tudi jaz se moram opravičiti, jaz sem zgolj do polovice pregural. Aha, si prišel do polovice. Igor je pol prebral, Matevž ti valjda tudi. Ja, jaz sem vse 3 prebral. Ja. Tako da, skratka, knjige Tadeja Goloba, ne, Jezero je išlo leta 2016 in naredilo en velik hit pravzaprav na slovenskem založniškem področju in knjigama sta vsako leto pač sledili drugi dve, nadaljevanje. Nadaljevanje v smislu, da imate istega protagonista, to je Taras Birsa, Leninov park 2017 in Dolina rož 2018. Tadej pa obljublja, da pravkar piše že seveda novo, ki naj bi šla, če sem prav obveščen, spet za knjižni sejem, tako kot je zdaj bila že navada, se pravi tudi letos naslednja. Oziroma Dolina rož bo 2019, tako da so vse, malo sem očitno pomešal datume. Jaz bi mogoče začetek se ne kaj dosto v knjigi, mogoče bo Igor vmes povedal, če so kakšne velike razlike med serijo in knjigo. Tako rekoč jih ni. Mislim, zgodba serije sledi knjigi zelo natančno. Manjše razlike, kjer so pa smiselne zaradi tega, ker gre za pač pretvorbo v en drug jezik, pa tudi zaradi ekonomičnosti. Recimo v knjigi ima Taras Birsa 2 hčerke, ki sta praktično identični, par let sta narazen, imata obe enake fante in tak dalje. Zdaj nisem prebral 2. in 3. knjige, mogoče z njima kaj naredijo kasneje, ampak za potrebe serije
Je dovolj ena hčerka. Čist dovolj, ja. Samo ena, ki diplomira, mislim, Tako. da študira na Študira na Dunaju. Dunaju, ja. In erotična scena je malo krajša, domnevam, v seriji kot v knjigi. Knjiga ima vseeno. Pa že to je bilo preveč za nekatere. Ja, knjiga ima vseeno več 100 strani, tako da je treba malo skrajšati. Ne? Tudi opisi na patologiji so malo krajši v seriji kot v knjigi, kar mislim, zagotovo obstajajo ljudje, ki poslušajo ta podcast in ki so prav to pogrešali, da bi še kaj več zvedeli. To je še kar nevarno verjetje v naših Sploh Vlado Novak zna te stvari narediti zanimive. Ne, pač zgodba je, najdejo truplo brez glave v Bohinju, poteka raziskava, na več strani gre raziskava, vse sledi se bolj ali manj na koncu izkažejo za napačne in potem, ko na koncu dobijo morilca, se vse lepo poveže in je v pač duhu ene te Agate Kristi ali pa kaj takega zelo lep zaključek in zelo široko gre naokrog in pač nazaj pripelje. No, jaz bom zdaj, ker sem že začel, jaz tudi brat bom prebral po moje ta teden, zdaj pač danes imam cajt, tako da bom po moje danes prebral do konca, pol se bom pa lotil kar naslednjih, tako. Ker tudi vsi pravijo, no, da zdaj sem slišal, da je tretja najboljša, no, tako da se tudi tega malo veselim. Jaz bi na te točke, mogoče v knjigah sem še to povedal, da jaz sem zelo navdušen nad tem, da imamo končno žanrski hit v slovenskem založništvu. Jaz mislim, da nam je to manjkalo in pravzaprav sem jaz celo kariero v Lifeu si naredil s tem, da sem skozi trdil, da nam manjkajo žanrski pisec, ki bo uspel in ki bo potegnil voz za sabo tudi za druge stvari in jaz mislim, da se to jasno kaže. Jaz sem prepričan, da tudi uspeh Bronje Žakelj do neke mere je odvisen od tega, da imamo Tadeja Goloba. Gotovo je od tega odvisno, recimo, saj smo tudi pri Cankarjevi izdali, ne vem, eno kriminalko, nedolgo tega, Sodni dnevi in je tudi uspela v resnici, zato tudi Mojca... Pogodba je bila prej že širok. Pogodba je bila pa še prej, ja. Mojca Širok je malo tako... Po jezeru je bila. Ja, po jezeru je bila, ja. In je v bistvu zelo pomembno je, no, to skratka imeti avtore, ki dokažejo bralcem, da slovenska literatura ni dolgočasna in da zna enako žanrsko pač... zgodbo povedati kot druge, ne? Da se skozi ne prevaja sam žanr, Slovenci pa pišemo kao resno literaturo. Ja, čeprav vse je bilo par opletajočih jezikov, ki so govorili, da v bistvu kao popularnost tega kriminalističnega žanra malo krade zdaj pozornost v Bunny Rabbits resni literaturi, ne? Ampak to je to. Meni se to absolutno ne zdi. Meni se zdi ful pomembno, da ljudje berejo, karkoli berejo. In zdaj, če gledamo, to ne jemlje pozornosti. Ljudje, ki so hoteli brati Uliksa, bodo še naprej brali Uliksa in ne bojo rekli, zdaj bom pa Jezero bral in sem še kriminalke in jo je nezbota. Ne? Mogoče, ne? Ampak ljudje, ki so pa prej brali romance, pa so zdaj še to prebrali, pa jim tudi nič ne škodi. Ne? Ne, jaz bom tudi tako rekel, da meni sicer ni vseeno, da je karkoli ljudje berejo, se mi pa zmeraj zdi, da se začne z žanrom oziroma tako in da so žanre vedno dober prehod čemu pač, čemu bolj literarnemu in da je vredno tudi tisto brati, ker ima čist druge efekte, čist druge stvari za bralca, čist druge konotacije v resnici, pri čemer je kriminalka zelo pomemben žanr, v resnici tako kot znanstvena fantastika zame, ker v resnici vseeno napotuje dobra kriminalka in jaz moram reči zdaj, ker sem začel Tadeja brati, jaz sem tudi že nekje blizu polovice, tako kot Mito, jaz moram priznati, da prej nisem čisto dobro razumel, zakaj je ravno Tadeju ratalo. V resnici, ker mi smo že prej imeli, ima že Augusta Demšarja, ima že recimo Igorja Karloška, ni da je on zdaj prvo kriminalko napisal. Je pa jaz moram reči, da zelo dobro, kar se tudi v seriji vidi, in o tem bomo govorili, on zna dvoje narediti. Like vzpostaviti v hipu in pa Slovenci so. Čeprav se mogoče nam zdi, zdaj še posebej, ker sem jaz serijo gledal, mi je bilo tako, tudi to bomo kaj, fakt ta serija res končno pokaže, da tudi Slovenija je lahko kriminal, no? Da je resen kriminal in da nisem tako
pač ne bom rekel hecen kriminal, ampak pač da ni tako kmetavzarski, pač ok, mož je zaštihal ženo, ok, pač iz strasti, da je lahko. Tako. Čeprav je tudi tle, seveda, smo že pri kvarnikih iz strasti v resnici, ampak se mi zdi, da je tako, da je pokazal pač, da se da nekaj resnega in mislim, da Tadej Golob je pač tle naredil vseeno kvalitativen zelo preskok, da se zaveda tudi tako, čeprav on bolj skromno trdi, da recimo tudi je žanr začel tako pisati, ne da bi prav prebral kriminalke, ampak se mi zdi, da zelo šteka, kaj žanr kriminalke rabi in tako. In se pač veselim branja naprej in jaz sem prepričan, da to ni res, da to klade pozornost. Jaz mislim, da je vedno treba imeti, predvsem navajati ljudi brati slovensko literaturo, pač izvirno literaturo in da bojo pol prešli k drugim. Tudi problem je to, ker imamo mi zmeraj ta občutek, da Slovenci smo dolgočasni, ne vem kaj, nimamo humorja in ne vem. Pol nas ne poslušamo. Absolutno ne. In jaz mislim, da to ni res. Mislim, jaz pa imam po drugi strani totalno drugačen občutek, ker se mi zdi, da ne vem, Kresnika v zadnjih 10 letih ni dobil najboljši literarni roman, ampak zmeraj najbolj popularen roman. In imamo mi čist drug občutek, ker smo strokovni bralci, pa ne vem kaj. In jaz že desetletja jebenti trdim, da je slovenski roman zelo gre na to, da bi bil rad berljiv. Zdaj, koliko jim to rata v resnici nekaterim avtorjem, ni isto, ampak preberite Gorana Vojnovića, pač njegovi romani so berljivi, isto kot en krimič, no, resnici. Tako da in tudi letos bojo na maturi delali, no, figo. Skratka, ok, pustimo zdaj knjige. Kdo je prvo kriminalko napisal slovensko, to veste? Čak, prva kriminalka je že fakti, pa je smo govorili. Kratke zgodbe so bile Milčinski, Fran, ampak sem jih potem šel brat in je dejansko bolj, kot da bereš Butalce. Dost blizu je njegovim Butalcem, ampak je nek zločin se zgodi, oziroma neka kraja in potem nekdo, ki je kao pameten, gre to razrešiti, ampak je čist neumen in pač v bistvu na koncu so vsi zadovoljni in gre dalje. Jaz sem, da ne bom pozabil, jaz si želim nove inklinizacije naočnika in očalnika. Jaz sem prav o tem razmišljal zanjič, to je pa res neka kultna serija oddaja televizijska, ker smo vsi nekako še rasli, vsi smo gledali to črno-belo, Rifleta, pa če to je bil drugi. Če kdo je bil drugi, jaz se to zdaj ne spomnim. Ampak vem, to sem prav razmišljal sem o tem, kaj mali prinesel domov knjigo, pa sem rekel, to smo vidite gledali. Mislim, jaz sem to prebral 700 krat po moje vsako. To je bilo noro na naočnik in očalnik in jaz sem si želel kot mulc biti detektiv tako. In raziskovati zapletene umore, pa sem pa gotovo, da je knjiga. Nisi ti tudi, da te malo pobaram, glede tvojega pisanja, ti si tudi načel neko kriminalno temo. Jaz sem začel pač pisati kriminalko in imam prvih nekaj poglavij, ampak pol pač sem mogel pustiti, ker sem službo dobil in začel delati resno literaturo. In nisem imel cajta, No, pustimo to. Skratka, zdaj smo, mislim, da v knjigah dajmo takoj k seriji. Skratka, tukaj imamo Matevža Luzarja, ki je eden od režiserjev, poleg Klemna Dvornika, eden od scenaristov serije, tako neko showrunner v senci, bomo rekli temu. Imamo mi besedo za showrunner v slovenščini? Nimamo. Mislim, nekje se pojavlja kot neki kreativni producent. To ni lih isto. To ni isto. Showrunner je zelo specifična beseda. No, da kar začnemo s tem. Kar mene najprej mogoče zanima je tako. Meni se zdi najbolj super pri tem, pri seriji, takoj začeti s tem in se mi zdi zelo pomembno. A veš, se pravi, Jezero je šlo 2016, sem rekel. Zdaj je bila serija že, se pravi, lani se začela, že 2019, 3 leta po izidu knjige že imamo serijo. Meni se to zdi izjemno, ker nisem vajen te hitrosti, da se tako hitro obrne stvar. In po drugi strani, da se takoj ujame, ne bom rekel hype, ampak da se takoj ujame nek trend, ki se vidi, da nek filmar vidi, glej, naenkrat vsi berejo slovenski krimič, kaj če bi mi iz tega serije, kako je pravzaprav prišlo do te serije? No? V bistvu je bilo tako, da se je začel, mislim, mi v skupini, Srdžan Koljevič, Miha Hočever, pa jaz smo že pred leti delali neke za tuje naročnike, razvijali neke koncepte, neke epizode prav za serije in smo se nekako tako zbližali in smo ugotovili, da mi trije lahko zelo fajn skupaj sodelujemo pri pisanju in smo hoteli to nadaljevati in potem smo delali nek drug projekt, razmišljali, kaj bi delali in nekako je Jezero
takrat lih začel ta val. V bistvu. In potem smo mi rekli, čak gremo pogledati, kaj je, a delamo adaptacije, imeli smo neke svoje ideje in smo rekli, neč gremo kupiti knjigo, pa prebrati jo, pa videti, da je tle kakšen material. In dejansko so Miha pa jaz kupila zadnje 2 izvoda prve izdaje, ki so jih iskala po celi Sloveniji. In pa smo to takoj prebrali in takoj nam je bilo jasno, to ni film, da je preveč kompleksna stvar, da bi se zapakirala v film. To je serija. Zdaj pa v Sloveniji, kje delati serijo, vedeli smo, da to ni za 12 epizod, mislili smo tam 6 do 8 mogoče, da lahko naredimo, pa smo itak začeli pisati, da mi je jasno ratalo, da je to 6 epizod. In zelo hitro smo pristopili do Tadeja in Tadej je pač bil za to, da probamo. Mislim, da je tudi sam, tako kot večkrat pove v intervjujih, tudi sam ni verjel, da se bo nekaj zgodilo. Hkrati so se pa nekako zvezde tako poravnale, da je Jani Virk, urednik igranga programa, si zastavil neko vizijo, dajmo mi na televiziji delati poleg filmov, ki so jih delali do takrat, dajmo mi probati narediti neko serijo in nekako je to nekaj časa razvil, to idejo in je potem televizija objavila razpis, ne za realizacijo, ampak za razvoj serije. Se pravi, nek ta osnovni paket pilote epizode napišeš, pa sinopsise za ostale epizode, pa hkrati neko eksplikacijo, kako ne bi to izgledalo. In mi smo se prijavili takrat na ta razpis in je v bistvu izmed 30, koliko je prišlo teh osnovnih prijav, so zbrali nas in potem smo mi takoj začeli delati. V bistvu. In pol se je šele začel ta val valiti, v bistvu, ker je bilo jezera. Mi smo že dejansko v bistvu pisali zelo zgodaj, kaj knjiga je šla. No, to se mi res zdi tako, je logično, da človek bi si mislil, da tako delujejo stvari v svetu, ampak pri nas, jaz nisem tega vajen v resnici. Ne, to je malo odvisno. Recimo jaz sem delal že nekaj adaptacij do zdaj in v bistvu skozi spremljam, kaj pride, tako bi rekli, na trg, kjera knjiga je tista, ki bi bilo zanimivo adaptirati, ker seveda je to nek svoj vrstni scenaristični izziv. In je v bistvu tako spremljam, kaj je in kje in berem konstantno in si želim, da bi bilo tudi več nekih ne ekranizacij, ki to besedo sovražim, ampak prevodov v film ali pa v serije. Mislim, da zadnja leta se je začel malo kazati neka svetla točka na tem nivoju. Tako da bomo videli, kaj bo. V Sloveniji imamo vseeno eno anomalijo, da avtorji pisatelji dostkrat morajo sami narediti, če hočejo. Recimo Zoran, kaj že za Pse brez časja, je sam naredil scenarij in mislim, da je tudi sodeloval pri produkciji. Macini snema filme po svojih knjigah, Vojnović. Kaj je to neka anomalija slovenska ali je toliko težko prepričati načeloma režiserja, da bi se lotili že izdanih knjig? Mislim, da sta dva faktorja. En je faktor, da mogoče kakšen pisatelj ima tudi željo biti ali scenarist ali pa režiser in je popolnoma legitimna odločitev in se odloči, da bo sam napisal adaptacijo in potem tudi sam režiral. Potem imaš pa drug aspekt, v bistvu, ker zelo velikrat je mogoče tudi, ker je popolnoma legitimno, da je kakšen avtor dosti bolj zaščitniški do svoje knjige, ker vsako avtorsko delo je zelo osebna stvar. In to jaz popolnoma razumem, ampak pri adaptaciji v scenarij oziroma v serijo ali film je zelo potrebno biti pripravljen na to, da pride do nekih sprememb. In zaradi zakonitosti medija, včasih tudi zaradi produkcije oziroma finančnih sredstev. In v bistvu, po mojem, imajo velikrat pisatelji občutek, da scenaristi ne spoštujejo dovolj njihovega dela in potem se povprek spreminjajo stvari. Jaz mislim, da k adaptaciji treba pristopiti k tem, da vse delaš v duhu knjige. Tudi če se zgodijo spremembe, da ne spremenijo osnovno dramaturgijo.
Če lahko hitro še tu malo nadaljujem, kaj pa je potem tvoja najljubša adaptacija, da si neko bral knjigo pa gledal film ali serijo? Ja, definitivno. Mislim, kater film ali serija si ti zdi najboljša adaptacija? V filmski zgodovini. Ja. Boter. Zaradi tega, ker je knjiga sama je popolnoma neko, kako bi rekel, kar rečem, šunt roman, ki si ga lahko na črpalki kupil, kjer ga je Puzo napisal za to, da je odplačal svoje dolgove in Coppola je vzel nekaj, kar je zelo dobro poznal in iz tega naredil grško tragedijo in mogoče en najboljših filmov vseh časov in v prvem in drugem delu Botra v bistvu zaobijal celotno knjigo. Ja, jaz se moram strinjati, da pač meni ta knjiga ni bila nekaj posebnega in pač to, kar so naredili, da je tak kult, je v resnici noro, no? Da lahko ti tako narediš iz ene knjige, kar v resnici ni. In redko, veš, jaz sem bralec, meni je redko, da rečem, film je ful boljši, kot knjiga. In tle mi je absolutno knjiga ni zanimiva in mi je film 100-krat boljši. Ja, smo to pred Blade Runnerom, oziroma ali androidi sanjajo. Ja, podoben primer. Ja, tam je tudi, jaz se moram kar strinjati, je tudi film boljši. Odvisno, kera verzija. Ja. Ja, to je res, ja. Kaj pa je bilo potem glavno, ko ste začeli snovati scenarij, kje ste videli, da bo treba največ spremeniti, ker v bistvu je zelo malo spremenjenega, ne? In koliko je potem Tadej tukaj kot avtor sodeloval? Mislim, tako je. Grobo gledano v bistvu ni velik sprememb. V bistvu je pa gromozansko sprememb, ki se mogoče niso opazile. Ampak je super, da je tako, zaradi tega, ker to pomeni, da je v duhu knjige. Eno stvar, ki ste omenili, v bistvu so te dve hčerke, pa še par drugih stvari. Največ, kar smo se ukvarjali pri scenariju, je bilo to, kako to eno zgodbo prepeljati, ne da jo povemo v 6 epizodah, da ima ta neki dramaturški lok v 6 epizodah, ampak da ima tudi vsaka epizoda znotraj nek lok, ki pa ima nek v bistvu konec, ki potegne gledalca naprej. Ja, da je nek cliffhanger. In s tem smo se v bistvu največ ukvarjali. To je bila ena od takih aspektov, drugi aspekt je bil pa definitivno to, kako dati ostalim likom malo več prostora, ker knjiga sama po sebi je pisana zelo iz Tarasa. In Taras je centralni poziciji in prav je, da je tako. Seveda je bilo pa treba malo razširiti druge like, da imaš občutek, da imajo neko življenje izven tega primera. Mislim, absolutno. Mislim, da govorim za večino gledalcev, Brajc pa Ostrc sta tam jih komaj da opaziš, imaš še celo to zadevo z Brajcem, da je alkoholik, pa da se proba spraviti, kar je tukaj spuščeno, ampak na račun tega sta ona dva totalno cool. Mislim, tak spin-off bi rabila. Ja, absolutno. Brajcem do Ostrc. Veliko ljudi je to reklo, ker največ je sprememb, v bistvu največ je dodanga pri Ostrcu pa Brajcu, kjer v bistvu smo rabili tudi zaradi neke, ko bi rekel, nekega kontrapunkta, pa hkrati nekega premora iz Tarasove zgodbe, da gre primer naprej tudi Ostrca pa Brajca, ki greta tudi v knjigi po svojih sledeh, ki jim on naroči. In tle se v bistvu ustvarja pa neka dinamika. Je pa velika bilo dodanih stvari, tudi neke stvari, ki so recimo bile pri Brajcu, smo jih dali Ostrcu v karakterju. Nismo izpustili, da je alkoholik, sam nismo potencirali. Smo bolj diskretno to notri. Zdaj tako vsi pijajo raznotara. Koliko kontrasta še ponucaš. Mislim, moraš biti diskreten pri diskretnem alkoholu. Ne, in to je pač tisto, kar sem prej malo namigoval, že to je tisto, kar je meni bilo tako, kar si rekel. Nedolgo tega smo se pogovarjali o njegovi temni tvari in je bila pač moja ena od poant, ki sem rekel pač, da imaš občutek, da ko gre kamera stran od teh likov, da čakajo na naslednji prizor, da nimajo lajfa. In to je bilo pač meni tle super. Prvič, takoj v prvih par prizoriš štekaš. Taras je pač mal tečen, glavni junak, pač z neko temno ali pa ne vem kaj preteklost ali pa z nekim pač problemom, ki ga ima. Krizo srednjih let. Ja, krizo srednjih let. Tam imaš unoke mlada, ful je pametna in ne vem kaj, ampak tako je že Taras očita njeno pač mini kiklico in kako je obuta in pač skuša v tem moškem svetu nekako tako
preživeti v resnici. In takoj dobiš to, in jaz to včasih pogrešam v slovenskih filmih ali pa serijah, ker se mi zdi, da vsi imajo feeling, kako da, a veš, stereotip je vedno nekaj slabega, ampak v resnici včasih za serijo, pa tako pa ti rabiš nekaj, da se ti takoj nasloniš. Veš, on je skrit pijanc. Ti rabiš to, ker bo preprosto, da ga bo to karakteriziralo. In seveda, da bo on še živel zunaj tega in bo podrl te stereotipe in bo ne vem kaj, ampak ti rabiš se nasloniti na neke značajske lastnosti, da, a veš, ker drugače gledaš časi kakšno serijo in si tako zgubljen, kdo je že ta tip, kaj je že rekel, kdo je, ampak rabiš ti nekaj, da takoj veš, da ga zaštekaš. Ja, mislim, ekonomično je, to me spomni na film z George Clooneyjem, kaj je že Thank you for flying, ki ga tam obtoži da si rasist, zato ker se postavlja vedno za Japonce v letaliških linijah. Ne, jaz samo stereotipiziram, zato ker, a veš, ta učinkovitost. Ne, tu se meni isto zdi, da bi to naslanjanje na neke določene trope ali pa spet rečemo naše kulture, tako naprej ti pomaga. Prekinjam, ker zdaj super mi je, da si od istega režiserja združil 2 filma skupaj. Thank you for smoking, pa Up in the Air. Dobro. Jason Reitman. I'm a genius. Tudi Mito to se posreči, kdaj kaj povedati. Mito nadaljuje. Ne, se to. The best. To me je še zanimalo pri adaptaciji. Scena, ki sem jo najbolj pogrešal, recimo, je tista aretacija morilca tega dekana biologije. Tu je bilo, to je bilo zaradi stroškov, še vedno je impresivno, kako oni specialci odrejo, ampak ni več tistega konflikta, ki je v knjigi, kjer v bistvu policija je čist prehrupna in on opazi in strelja ven in potem še izpade vse skupaj kljub vsemu zelo komično. Ne, v bistvu veliko je bilo scen, mislim, to so bile scene, ki so bile napisane v samem scenariju. Prav za dotično sceno je pa se zgodil nek neljubi dogodek v tem, da je v bistvu policija ni bila pripravljena sodelovati, če bi bila ta scena taka, kot je bila napisana v noter in potem je bila popolnoma skupaj z nami ustvarjalci in s produkcijo sprejeta odločitev, da glede na to, da delamo kriminalno serijo in rabimo zelo veliko elementov, ki morajo biti od policijskih avtomobilov do vsega tega, kar gre zraven, da pač se odločimo, da spremenimo to sceno. Mislim, mi smo vsi nismo bili veseli zaradi tega, ampak pač to se je zgodilo in to je pač neka narava, kar se dogaja v sami produkciji. Mislim, ker tista scena kar smeši vodstvo policije in tega, da policija gre. Lahko je tako razumeš, jaz ne razumem to vrstnih scen tako, ker je to le fikcija, govorimo o nekih fiktivnih likih in ne razumem, zakaj bi taka scena blatila kogarkoli, ker na vse zadnje potem bi tako Američani 80% kriminalk in filmov ne bi jih mogli narediti. Mislim, da se zelo prevečkrat to enači eno in z drugo. Mi nismo imeli nobene tendence, da bi jih smešili in nam je žal, da je prišlo do tega, ampak razumemo, pač velikrat ljudje ene stvari zelo osebno jemljajo. Mislim, da tudi ne nazadnje po uspehu Jezera, pa potem, ko so videli, kako je prikazano, bo za drugo sezono, če bo, bi jih lažje bilo k temu prepričati, da bi tudi take scene bile noter. Ja, jaz si želim, v bistvu, da so nekako spremenili mnenje, ker no vse zadnje, kljub temu, da je prišlo do tega, kar se je zgodilo, mislim, da je vseeno bilo sodelovanje z njimi zelo produktivno in zelo dobro, tudi z njihove strani in upam, da se bo ta sodelovanje nadaljeval. Ne samo pri nadaljevanju recimo te serije, ampak mislim, da sploh pri slovenskem filmu. Kako pa je bilo sodelovanje z biotehniško fakulteto, ker biotehniška fakulteta so stari prostori, novi prostori biotehniške pa je farmacevtska družba. Mislim, to mi nismo se obremenjevali s temi stvarmi, delamo fiktivno zgodbo in za ljudi, ki so v teh prostorih, je seveda to smešno, ampak na vse zadnje greš, kako gradiš neko vizualno podobo serije in se odločuješ. Vsekakor tisto zunaj nova biotehniška fakulteta zgleda čisto dovolj high-tech, da bi lahko bilo noter. Karkoli češ takega.
No, se to je drugo, zdaj se vtikam mito, to je vizualija. No, daj, utakni. Okay. Zdi se mi zelo pač to, spet, kar sem že v uvodu namigoval, je pač tako, da ta serija pač zgleda zelo pač produkcijsko visoko vredna, no, ali kako bi temu rekel. Veš, ker se mi je res prvič tako zdel, da glej, kako je, ne vem, bohin, filmičen ali pa ne vem kaj, pa seveda pa čiste gore, ne vem kaj, ampak v resnici imaš prvič občutek, da tako, kot sem rekel, da gledaš neko resno serijo, ker do zdaj se je včasih, zmer se nam je zdel, ker si gledal neki umor ali pa kaj v Ljubljani, da je to pač komično, zato ker pač vse poznaš tam, pa veš, kje so, pa veš, kaj se dogaja, pa poznaš celo igralce nekatere, ampak tle se mi je pa zdelo res tako, že posnete, so bile ene stvari, scene, ful lepo, ful lepe scene in si tako, pač imaš občutek, da pa res lahko stopiš v film, pa vseeno imaš tako občutek, dogaja se, lahko bi se zgodilo pri nas, je ful realistično ene stvari, ker ste imeli vseeno dosta, dobro, snega ste imeli ste srečo, ker je bil sneg, ker domnevam, da ga narediti ne bi mogli, ampak vse od notranjih prostorov policije, noč ni izgledalo tako, ker včasih pri nas zgleda pač malo češko vse skupaj, no. Tako, ker imaš res občutek, da so policaji v nekem, ne vem, kaj, v nekem skladišču, ne pa v resnični stavbi, pa čeprav jaz v resnici ne vem, kako zgleda notranjost ljubljanske policijske postaje ali pa kriminalistične, ne. Mislim, to nam je bilo vsem nam v bistvu zelo v izziv v tem, kako to vizualno in prostore in same lokacije zastaviti, v bistvu, ker nekaj je, kaj imamo mi neko predstavo, kaj je recimo policijska postaja, kaj je realnost, zdaj pa kaj je filmska policijska postaja, je pa druga stvar tudi v ameriških filmih. Je to seveda, je čisto nekaj drugega. Ampak zelo veliko smo polagali na to, ne da delamo, ne vem, ameriško, ampak da probamo narediti najbolj kredibilno, kakor je to lahko pri nas, v bistvu, da verjamemo, da smo v našem prostoru, ker na vse zadnje, tako ste omenili, je tudi to kvaliteta Tadejevega romana, v bistvu, in mi nismo hoteli delati ameriške serije, ali pa, ne vem, skandinavske, ampak smo se pa hoteli delati slovensko, s tem, da se držimo nekih pravil žanra, ker žanr kot kriminalka ali pa mogoče krimidrama ima svoje zakonitosti in mimo katerih ne moreš iti, tako ne moreš iti pri romantični komediji. Jaz tukaj na tej točki ful spoštujem v bistvu to odločitev, da ste si vzeli dovolj časa za kadr, kako se že temu reče, establishing shot, da v bistvu se ta in Alpe in jezero in okolica in tudi v Ljubljani naprimer pokažejo tile šoti, ki ti nič ne povejo sicer, ampak pokažejo nek določen kontekst, ki se trenutno nekaj dogaja v kontrastu z, rečemo, parimi slovenskimi serijami, ki si jim gledal, ker pač postaviš kamero na vrh strehe RTV-a, pa posnameš tistih par stavb, pa je to ponavad. Ne, tu pa je dosti več tega in to se mi zdi, da ful dodano. Mislim, to je tudi en element žanra, ko greš delati v bistvu. Ena stvar je, da Bohin je v bistvu na vse zadnje tudi karakter in v romanu in v seriji in vse zadnje zmeraj ta prostor v vsaki dobri kriminalki tudi ful igra. In nam je bilo zelo pomembno, da je ta Bohin zasnežen, ker drugače si ne predstavljamo, da bi lahko toliko veliko dobili ven iz tega. Sedaj je bil pa problem, ker za časa snemanja, ko smo šli v snemanje, ni bilo snega. Zdaj se bi pomenilo, ker to je res ena lekcija, ki jo ful hitro pozabi. Tudi že za klasičen noir v 30-ih pa 40-ih, ko so iz ekspresionizma potegnili določene te osvetljevalne tehnike, ker ni zgolj fora, kako boš ti zdaj igral Bogarta, naprimer, osvetljiv z strani z zelo ostro svetlovo, ampak da ima mesto samo neko prezenco, pa temo, pa grozo, pa tako naprej, da v bistvu je to, ne da zdaj kopiraš to, ampak da daš ta kontekst isto tem zgodbam, da je plastično, da ima nek breathing space, da tako rečem. Recimo zelo dobro potem to naredi Burton v Batmanu. Gotham čist temi istimi elementi naredi kot lik tam not. Isto Blade Runner, naprimer, to je tek noir, da se tako izrazim, a veš isto. Pač mora biti mesto plastično, zato da pač štekaš, da je to čist neki, mislim, da veš, da so ti liki nekje, če vizualno pač rekel si, da ste se držali žanra, ampak da ni bil cilj narediti skandi noarja, ampak vizualno vseeno precej spominja že zaradi snega, tudi v romanu je to podobno.
In na Skandinavar malo spominja tudi tvoj prejšnji film Dekleta ne joče. Si to namenoma si že takrat poskušal ali je to nekaj, kar se prikrade z zgodbo? Ne, mislim, jaz sem tako gledam, v bistvu, recimo pri dekletih me je čist nekaj drugega zanimalo. Me je zanimalo v bistvu to, kako neka ženska, ki je v bistvu, ko bi rekli, nekdo bi rekel sponzoruša, v bistvu gledate, da njen mož v komi, kako prevzame njegov posel na nek način. V bistvu. Me je zanimalo, kako nek karakter, ki pada v nek drug svet, se spopade s tem svetom in s temi ljudmi. Pa hkrati malo sem se želel poigravati žanrom, v bistvu, na malo drugačen način, ker sam sem tudi zelo velik ljubitelj žanra in tam je bil nek začetek, kako zdaj v tem žanru plavati. Z Jezerem je bilo pa v tem, da pač je zelo definirano v knjigi in gremo v to že zaradi vizualih in vsega, da probamo narediti stvar čim bolj kompaktno in čim bolj atraktivno in delati v bistvu ne nekih odvodov, ampak se zelo držati nekih zakonitosti. Ker na sezane mi nimamo take tradicije, ne kriminalk v Sloveniji, ne, tako prej ste govorili o knjigah, pri filmu je toliko manj tega. In je škoda, ker nimamo v bistvu boljši si lahko v določenem žanru, več ga delaš. Ne. Tudi recimo, ne vemo, da Gorkič dela horor v bistvu, ne vemo, nihče za dobenega drugega ne vemo. Zmenem so sami neki svetilniki. Jaz mislim, da je treba žanr tudi delati, seveda pa tudi avtorske filme. Treba je razviti tudi obrtniške, čisto domnevam spretnosti, ker pač niso tako normalne. In tako. Jaz mogoče na tej točki bi še se vrnil, ker je že Igor omenil pač besedo noir, oziroma tako, da to je kar zlorabljena sicer pri nas žanrska oznaka, ker tudi Skandinavar, vse, kar mi rečemo Skandinavar, je kriminalka iz Skandinavije, ni pa smer noir. Mislim, da že enkrat pogovarjali, da za noir rabiš ti točno določene in tudi jaz mal sem alergičen, ko to omenja, da je alpski noir, ker pač, veš, kaj je noir pri Tarasu Birsi, da ne pije. To je najbolj njegov problem. Ampak hočem pa reči, da to se mi zdi pa tako, ful se mi je zdelo pa dober, no, tako, da imaš pač občutek, veš, ne pije in ne more plezati. To je v resnici bolečina Tarasa. Dobro, pustimo tudi fotor od njegove žene, pač bil bogat in tle so bile pač neke zamere, ker je on se počuti malo kastriranega, ampak najbolj tako, ne more več plezati in ne more piti. No, ampak se mi zdelo tako, ne vem, koliko je Golopa recimo to na to računa, ampak se mi zdelo tako tudi medbesedilna navezava, ker mi imamo v slovenščini, je pisal kriminalke Aron Kronski in ta njegov junak v resnici nič ne raziskuje, ampak bolj manj pije. Se mi zdi tako fino brat, ampak se mi zdi tako res Taras iz tega razloga ful slovenski lik. Pač, tudi mene, če ne bi mogel pira spiti po napornem dnevu, bi me to toliko deprimiralo, reveža. A ne? Mi to tudi ti, če ne v gore ne bi mogel več hoditi, bi skozi bulu, te butaste gore. Če ne pijem, pa ne grem gore, hodim laufat. Mi dva se skupaj Taras Birsa. Mi dva smo glih za enega. Kaj pa to najbolj konstruktivna kritika serije, torej Tek? Tek, ja. Ta je bila kar huda, jaz moram tudi reči. Mislim, da Sebastian Kvaca teče tudi zelo velika, ampak je pa res, da je imel, kolikor jaz vem, neke poškodbe tudi noge in vsega. To je to. Mislim, to je zdaj tako. Mislim, to je taka minorna itak. Ne, to je bilo ful pomembno. Mi smo vseeno narod, ki laufa ful na sedenci športom. Super, da je tako. Mislim, jaz se nisem ukvarjal s tem. Ker se mi zdi, da tudi ta razbirsa v knjigi ne teče samo še kolesari, pa boksa. Pa tek na smučeh. Posebej v Bohinju. Ampak nekako smo se v seriji odločili samo za tek. Tako da bomo videli, kaj bo naprej. No, zdaj, če smo že pri tem, se pravi, jaz, če sem prav razumel, dela se dalje. Skratka, Leninov park naj bi bila naslednja serija, ali kako? Ja, mislim, tako je. Zelo resno se pogovarjamo z uredništvom igranega programa. Bil je Leninov park tudi izbran na podobnem razpisu za razvoj.
Seveda moramo pa v bistvu skupaj pri vseh pogledih, moramo tudi analizirati za nazaj, kaj so bile neke dobre stvari, neke v bistvu kaj lahko izboljšamo. Tako da ja, želja in igranega programa in nas ustvarjalcev je, da nadaljujemo naprej, ker mene osebno zanima, kako peljati določene like čez več sezon in jih spreminjati in v bistvu Leninov park jih to ponuja. Na nivoju liku odpre svet popolnoma drugače. Ampak ste si pa naredili kar problem, ker ne more biti Jezero 2, ker lahko Leninov park, kako boste pa to izpeljali? A ni to genialno? Meni je to super, v bistvu, da druga sezona se imenuje Leninov park. Ja, mene ne bi motilo, ker itak smo v Sloveniji, pa vsi vemo, zakaj gre, pa itak ni tako, da bi zdaj mogli to. Ampak ja, v tujini bi se to takoj, ne? Pač kao, da moraš dati nek krovni naslov, ne? Ja, Game of Thrones, tudi recimo ta, če smo pri Skandinaviju, The Bridge, pač se ne dogaja vse bolj na mostu, ne? Pač prva sezona je na mostu. Za razliko imaš pa Young Pope pa New Pope. Okay. Recimo, ja. Mislim, da je to zanimivo, kako se zdaj v bistvu razvija in to poimenovanje novih sezon ali pa ne vem, karkoli drugega, da je ratela televizija zelo tak super medij za eksperimentiranje. Mislim, tudi recimo mene od prelomnih trenutkov v bistvu na televiziji bil pri Game of Thrones v bistvu Red Wedding, v bistvu nekaj, ker si ne bi mogel privoščiti noben drug ustvarjalec še 10 let nazaj. V bistvu. In kaj bi se ti liki polvrljeni, zato ker bi fani pritisnili, kako ste pa lahko tega ubili, daj tega nazaj. Ja, no, kar se je potem izkazalo pri Walking Dead, ker mislim, da je prav bila scena, da v stripu nekdo umre, pa potem v seriji so se odločili, ne bomo ga še, pol pa niso vedeli več, kaj se z njim začeti. Ja, The Walking Dead ima marsikaj problem, ne sem ta. No, so pa tudi drugi, recimo, Breaking Bad, ne bi ta mali kaj mogel na konec prve sezone umreti, ampak ker je bila kemija tako dobra med igralcema, so scenaristi spremenili. Ja, so to kar pogosto. Zdaj sem bral Star Trek Deep Space Nine, da Garak je bil samo tako obstranski lik, ki bi v prvi sezoni mogoče nekaj, pa ko so videli kemijo z doktorjem Bashirjem, pa temu igralcem, so rekli, ne, ti boš kar zraven, in so ga do konca ponudili. Pa kaj je en res to boljših likov. Ne? No, mislim, obratno pa je glih pri Lost Block, ker pa je bil v drugi sezoni en lik ful nastavijo, da bo, ampak je tekom snemanja on čist preveč depresijo padel, da more živeti na Havajih, proč od družine, in so ga potem ubili na koncu sezone. In potem ti ga ful nastavljajo, tale bo nekaj, vse se bo razkrilo njem, čau. Mislim, to je lep primer tega, kako je televizija, oziroma pisanje za televizijsko neko adaptacijo ali pa tega živ medij, da ni kar tako, to pa to mora biti, da imaš neko listo pa da odklukaš, da vseeno moraš. To se tudi malo zgublja pri tem, kad ti dobiš zdaj serijo v enem zamahu pa celo sezono, pri binge watchanju, se pravi pri gledanju na mah. Imaš pač ta problem, da res, da ni več toliko živo, ker ti si lahko včasih, metal noter tudi sprotne neke politične komentarje ali pa ne vem kaj, kar je danes tako že malo pač težje. Ja, zanimivo je, tudi na začetku, ko se binge watching pojavil, v bistvu sem bil zelo pristaš tega, danes pa tako odvisno katero serijo. Ja. Jaz pa glih obratno, jaz pa na začetku noč nisem mogel gledati takoj, zdaj pa ful, tako recimo Unga, ker sem rekel, da ne bom v Witcherja, tako sem pogledal 3 dele zapored, pa pol drug dan, ne vem, 2, pa tako hiter. Jaz sem včasih ful gledal, tako ne, en del ene serije, pol en del druge, pa tako, zdaj pa me to kar... Še ne vem, če mi je ok, ali ne. Mislim, zdaj pri New Pope trpim, ker nimam, veš, novega šusa, medtem ko pri Outsiderju pa prav uživam, počasi, veš, imam cajt za razmislek. Pa za Watchmen je bilo perfekt. Ja, tudi Watchmen je za Watchmen bi ful zgubil, ker prav rabiš da malo premlevaš. Mislim, pri Witcheru pa mi je malo drugače bilo nekako, mislim, ker je taka bolj epizodičnost, pa malo bolj lahkotno. Lahko jih takoj pogledaš, no, se to je res. Kak pa ti priporočaš, kak je bil namenjen Jezero, da gledaš naenkrat vse, če imaš možnost na nek? Mislim, da nič ne morem priporočati, mislim, da se mora vsak gledalec sam odločiti. Ker to pač, kaj nekomu paše, koliko ima časa. Ne, definitivno je pa poskrbel za en baz na družabnih medijih in tako ne. In je tudi prva taka serija, ker tako moram sicer tudi pohvaliti RTV, ker je tle šel all in. Jaz moram reči, da še nikoli nisem videl biti toliko prepričani, da je neki dober
in da dajmo to spromovirati, ker so res naredili ful velik, no, za to serijo se mi je vseeno zdelo, da tako, wow. Na zadnje so, mislim, da za življenja Tomaža Kajzerja, ampak potem so že nekako prišli do tega, namesto da bi bilo tako, kot je bilo tu, dajmo vsako nedeljo eno epizodo, so tam imeli, zdaj bomo pa imeli 6. del, pa potem 3, ne vem, nekako zelo kompleksno so zastavili tisto in ne vem, pa ni bilo bilo, ne vem, 3 deli v enem tednu, pa potem... Glavnem, ampak tale sistem vsako nedeljo, to je idealno. No? Ja, se je tudi imel kar precejšno gledanost, ne? Če sem se prav zapomnil, 25% ali koliko ljudi je gledalo. 4 milijona, prek 4 milijona poprečju gledalo. Ja, 265 tisoč je bila poprečna gledanost. No, to je... Vsekakor to. Pa iste je bila, ne, ni bilo prvi, pa potem upadlo, ampak je... bila dejansko skoraj identična. Pa ni dovolj debate, veš, da so spodbujali to med tednom, ne, da si lahko debatiraš. Kar bi zdaj vprašal na tej točki, ne, folk je bentil preko tega kurčevega zvoka, pa jaz nisem imel problemov s tem, pa bom eno teorijo, ker nisem bil na setu, nisem bil na setu, bil sem na Bohinju, ampak nisem. Zelo žalostno, ko bi lepo znali, koga je bil. Naprimer, jaz sem zagovarjal zvok, pa še enkrat ponavljam, nisem imel problemov z zvokom, ampak sem zagovarjal, potem tudi pri mojih starših, pa če me kdo vprašal, naprimer, jaz ne slišim, da pač je to nek določen trend, pa uporaba muh, da v bistvu povzroča takšen zvok, ne, in da tam je bil nek članek v Vikendu ali kje, ali v Pilotu, da pač ni ga Igor napisal, ne vem, zakaj kažem proti njemu, ampak da pač nekdo iz RTV-a glupo omenil, da si folk mora očitno umisliti neke soundbare, pa da boljše sliši, pa tako naprej, kar se mi zdi res bedni izgovor. Pa me zdaj zanima, a ste vi to imeli sploh problem s tem, a je bilo to, ne vem, samo zanima me ozadje tega. No? Mislim, da je zvok v bistvu kot tak je vedno zelo kompleksna stvar, v bistvu, in ker se nekje kakšna napaka pojavi, ni tako, da je lahko zelo hitro odpraviš, ampak se lahko... A pa se ti zdi, da je bila napaka? Pa nisem prepričan. Mislim, mi smo zdaj v tem raziskovanju in kaj vse se je zgodilo. Nismo mislim, jaz osebno nisem 100% prepričan, da zdaj bila pa ena napaka tukaj ali pa tle ni bila. Mislim, da je zelo veliko stvari, ki je povezanih med sabo. Ker tudi sam sem imel tako, da recimo na enem sistemu sem perfektno slišal, na drugem je bilo nekaj slabšene in enak je bil odziv v bistvu pri vseh. In mislim, da je to zvok neka komponenta, o kateri moramo vsi malo bolj razmišljati, tudi mislim, da na televiziji. In mislim, da se to bo odpravilo, kakorkoli. Je pa seveda neka lekcija, v bistvu, kjer je tudi, recimo, če ne vem, gledamo Netflix ali pa te vse streaminge, v bistvu ta celotna zvočna slika je zelo drugače sestavljena, kot pa recimo v kino, v zvočni sliki v kino. Mislim, da je ta dialog zelo pomemben, da je čim bolj slišen. Je pa seveda ni sam to, mislim, moraš vedeti, Taras ne more biti artikuliran, kot je recimo, ne vem, Brane Završan v seriji. Gledam to, da je zaprt lik kot tak, mislim, da je to tudi del njegovega karakterja. Mislim, gledali smo take serije tudi na BBC-u, no so zadnje, jaz tudi pravim, se tudi kdo pa razume Jacka Sparrowa, ki govori o piratih, nič ga ne razumeš. Jaz sem točno tako razumel, ne? Da v bistvu tale odločitev, da je njegov glas tak nekako bolj prezenten s tem basom, ne? Mi je takoj potegnilo sporedno zraven z Witcherjem. Henry Cavill je tudi zelo podobno posnet, Muha po mojem imel, ne vem, prav šeso preinštalirano noter, ali kje, da je tak prezenten, ne? Ampak to je bilo vse znotraj tega lika, jaz sem tako razumel. Ne? Edino, kar bi mogoče tu pa tam komentiral, je ta nek sound design, pa še enkrat nisem stručko, ampak tako, veš, včasih je mogoče kjer zvok, tam Anja, naprimer, leti mimo Tarasa ven do dečka, naprimer, so eni zvoki zelo prezentni, podobno kot njegovo to, rečemo temu v narekovajih godrnjanje. Naprimer, takrat sem malo za šesti zastrigal, ampak to pa to, drugo mi je bilo pa vse jasno. Veš. Ja, mislim, vsak ima neko pravico, neko svoje mnenje, mislim, posebej, ker pa neka stvar tako popularna, kot je Jezero bilo, je tega več. Ampak ja, mislim, je to neka, ni to stvar, da bi mi rekli, ne, mislim,
ni prav ali pa ne, mislim, raziskujemo, kje so se. Zdi se mi samo mogoče to, a veš, ko v zvoku se tako malo pogovarja, pri nas bom tako rekel, full folka pove, ne vem, kamera je tako pa tako, ali pa barve so tako pa tako, za to pa bla bla. Medtem ko pri zvoku so čisto isti pomisleki, se meni zdi, ne. A veš, in to se folk, koliko sem jaz debato zasledoval, ni pogovarjal samo ali štekaš ali pa ne štekaš, samo ta dva pola sta bila, ne. Kaj pa vmes, mislim, zakvaja mogoče kaj na njemu. Zvok je to kompleksen, kot je tudi slika. Mogoče celo v enih pogledih bolj, zaradi tega, ker slika ti kaže en kot, zvok pa ustvarja 360 stopinj, tudi kar je izven kadra. In je tle pač stvari treba drugače tudi razmišljati. Mislim, Jezero je v vseh pogledih bilo nek pilotni projekt, tako za televizijo, kot za nas. In v bistvu veliko stvari smo se naučili vsi skupaj. In nekako vemo, na kaj bi treba bolj pozoren. Je pa veliko tudi, recimo, zanimivosti, ker pri meni osebno, recimo, imamo čas probleme, je to, ker sem tok fucking navajen brati podnapise. In tudi, recimo, na Netflixu, ki razumem angleško, ampak vseeno angleške podnapise prežgane. In dejansko sem sam sebe zelo to, da ne sploh ne poslušam. In je to tudi en od elementov, tako da ni... Mislim, veliko je faktorjev, ki lahko sprožili tak odziv pri ljudeh. No, super, to sem tudi jaz mislil, da je to bil faktor. Ker jaz tudi vse gledam s podnapisi in ne maram gledati v resnici, tudi ne, pa čeprav razumem pač angleški in bi lahko komod gledal brez, ampak takoj, ko gledam brez, mi nekaj manjka in hočem imeti podnapise, da se pač vsaj malo prem na njen. In mogoče je tle res bilo, ali pa je za premisliti za nadaljevanje, da se dajo pač podnapisi. Na teletekstu se ampak jaz sem samo tisto ugly aspekt. Jaz recimo sem proti temu, v bistvu. Jaz mislim, da je treba, da bi gledal slovensko serijo s podnapisi, jaz sem totalno proti temu. Samo, če se v Prekmurju dogaja. Recimo, ampak mislim, da pač je, tudi to, ko smo govorili zdaj o podnapisih, ni samo to element, mislim, vse je nek skupek. Če smo pri podnapisih, jaz sem gledal na Lifu z angleškimi in moram reči, da kot prevajalec kapo dol briljantni podnapisi so ful dobro narejeni. Res si zasluži pohvalo. Ja, mislim, da je RTV Slovenija zelo dobra in v sinhronizaciji in v recimo risank ali pa v podnapisih. No, ampak podnapisi v angleščini, res. Drugače pri zvoku je še par tehničnih stvari in to je, da s tem, ko imamo vedno tanjše televizorje, ni prostora za zvočnike. Obstajajo tehnologije, ki omogočajo, da se sfejka boljši zvok, ampak nikoli ne moreš dobiti toliko dobrega zvoka, kot si ga prej imel. In prej si sicer imel samo en zvočnik na CRT-ju, ampak je imel Orngbas. Zato priporočilo, da si nabaviti soundbar, ni zgrešeno. Hkrati pa... Jaz osebno imam nek sound system, pač surround sound, pa to pa razumem, da v bistvu zgrešiš potem pri televizijah, ki tega nimajo. No, ampak jaz nisem imel tega. Ne, mislim, jaz tudi nimam soundbara. Nikoli nisem, mislim, mogoče kdaj nisem česa takoj razumel, pa tako pak ni bilo to tok usodno zdaj, da bi zdaj, kaj zdaj rekel, zdaj moram slišati, pa ne vem kaj. Še vedno ta tendenca, da moram čisto vsaki vokal slišati v nulo. Mislim, tega pri nobenemu filmu nismo zahtevali do zdaj, še nisem tega slišal. Hočem, ne vem, Bogarta slišati, ker sem ga že prej omenil, v nulo, čisto vsak vokal. Mislim, se isto velja za sliko, sam pri sliki, to je vsaka televizija, to, ko si govoril o zvočnikih, tudi vsaka televizija ima neke svoje nastavitve, vsak ima nekaj drugačne. In plus večina privzetih nastavitev tovarniških je ni narejena za gledanje filmov, ampak za gledanje športnih prenosov, kjer potem se ful zablurajo stvari, ki ne bi smele biti zablurane. Mogoče bi pomogli tako, kot se zdaj, Tom Cruise pa ena par tistih kekcev ukvarja s tistim motion smoothingom na TV-ju, še ukvarjati zdaj pri nas kao z zvočno sliko. Dajte si naštemati vaše aparate, veš. Podučiti ljudi, ne? No, se smo imeli z Game of Thrones ta problem, z uno temo. Podobno, podobno. Dobro, samo tam je bil pa dejanski problem pred vsem HBO, zato ker HBO je na voljo v nižji kakovosti. No, to gotovo, pa večina ljudi je downloadala, dajmo se priznati. Ampak tudi, če downloadaš, ne, se ni problema, če downloadaš, ti downloadaš višjo kakovost, kot je na HBO Go. Na HBO Go je že problem tudi. In poleg tega pa tudi HBO preko televizije, ki bi naj bil Full HD,
je dostkrat tako, da operaterji malo bolj kompresirajo, kot bi bilo treba, da prihranijo na pasovni širini in zgubiš tudi tam kakovost. Ja, folk bi mogel biti malo bolj precizla z glede kvalitete. No, pač HBO bi moral se resno potruditi, pa da 4K ven, ne pa da grejo pol leta po premieri, po zaključku serije, da ven Blu-ray z 4K. To je prva varianta, da bolj vidiš, ne, kar dan danes. Že toliko je nekih faktorjev, vsak drugače gleda. V bistvu, včasih je bilo dosti lažje. Si imel kinodvorano, pa si imel katodni televizor. Če si imel barvast, ga je bilo super. In je bila, v bistvu, zdaj imamo pa različne znamke, različne ponudnike in v bistvu ratale demokracija, da se v bistvu vsak gledalec izbira na čemu gleda svojo priljubljeno serijo ali pa film. Eni so zelo proti, ne vem, gledanju na telefonu. Moje osebno mnenje je, gledalec se bo sam odločil, kako bo gledal, ni pa nujno, da dobi najboljši efekt od filma. Ne moreš pa zdaj prisiliti nekoga, kako bo gledal nekaj, kar ima. Se domnevam, da tudi je marsikdo gledal prek kompa, pa če je bilo se stvari bile na voljo še v RTV 4D. Tako da tle je pač veliko. Vem, samo mislim, kako naj temu rečem, choose your battles, razumeš, kao folk tamle onanira na vinilkah, naprimer, kao kjer sound, veš, medtem ko pa na TV-u pa se ne bo inštaliral nekega soundbara ali pa bo poslušal, rečemo, naš podcast je v 64 kilobajtih, bitih, pardon, pa je to ok, a veš, kaj hočem povedati, pač, če si konosur zvoka, pol se fuknil to noter. Torej predlagaš, da naše žametne glasove na vinilke zapečemo za največje fene? Ne, mi smo vse inštalirali tlele muhe, veš, čist pod glasem. Ampak to je bilo izjemno imeti podcast na vinilki. Ja. The best. Kjera ideja. Ja, the best of naredimo. Ja. Pa na vinilko, ja. Še malo sklečaš. Super, ja. No, skratka, zdaj smo ful govorili o tem, ful smo te tudi spraševali. No, samo da to povem, vinilke so omejene na 40 minut, veš. Tako smo ga najebali. Ja, no, pa imamo v 2 delih. V 2 delih, ja. Včasih tudi v več. A ne more biti LP, pa še en EP ali to nekaj. Ne, lahko damo singlico, samo naš smeha, veš. A ja, mogoče, ja. Singlico. To pa še hipsters edition naredimo na kasetah. Evo, to. Retro synthwave smeh. Skratka, zdaj smo se pogovarjali s tabo in tako, sam si se to spustil, ki si rekel, da bi rad slišal, pač kaj je bilo dobro in kaj je bilo slabo. In zdaj bomo mogoče mi trije pač se ujunačili in povedali tudi tisto, kar nam ni bilo všeč, recimo v seriji. In bom kar jaz začel. Jaz sem imel ful probleme s tem, potem se je malo zmanjšal, ampak recimo to vem, da z tega ne moreš rešiti več v resnici. Pač jaz priznam, da meni Kavaca ni bil v redu. Pač ni mi bil v redu niti kot Birsa, tako dober. V resnici se mi zdela njegova igra ful dramatična, preveč na trenutke, veš. To, da on si vzame za dober dan 3 sekunde razmisleka in reče dober dan. Pač ko zdaj malo karikiram, ampak tle se mi je zdelo, da je ful preveč tega, da za razliko od njegovih igralcev, zdaj bom moral malo pogledati, se prečujem zapiske, meni so bili nekateri igralci izjemni, noter posebej bi rad pohvalil Jano Zupančič, ki je igrala njegovo ženo, ki se mi je zdela neverjetno izjemna in je dokaz tistega, kar smo se prej pogovarjali, da ima lik življenje zunaj ekrana in se ti zdi, zmeraj, ko je prišel domov, nisi imel občutka, da je ona zdaj tam 4 dni čakala, da on pride domov, priteče in da kaj reče, ne? Ampak da ima svoj life, veš, ima svoje tragedije, svojega fotra, čima rada, pa ne mara tega, da pač Birsa unga njenga kretena fanta, dobro, se ni bil kreten. Tudi meni je šel na živce, no. Si to fora, a je to tvoj avto? Ja, seveda, marš je tvoj. Ampak hočem jaz priznam, da tako, prvi del sem z muko gledal, pol mi je bilo sicer malo boljši in tako, ampak ja, meni je bila njegova igra, mi ni bila tako všeč. Se mi zdi, da on edini, ki je tako zelo dramatično, vse so bili tudi kjer drugi, no, on Mulc, ki ga je v sneg rivo, tiste tudi pretiraval v resnic, pa še ene par takih, ampak ja, Kavaca mi je pa tako, ni mi bil tako všeč, mojem priznati. In mene ni motilo, da mu mla, nikakor, pač to, pa jaz sem ga vse razumel, ljubi Bog, no. Ampak se mi zdi, da sem ga recimo v kratkih stikih, ki sem ga gledal, da zna igrati bolj naravno nekega, tle se mi je pa zdel, da mal pretirava v tem, da skuša biti avtističen detektiv in da skuša, ampak ful me je motilo, da vsaka replika njegova je bila tako, kot da je polna pomena, pa ni bila, no. A veš,
to, da ti govoriš o truplu, to, da poveš, malo me je to zmoto, ker zmer sem imel njegov glas, kada je iz reklame, no, tako kot on govori o reklamah, to je meni motno. No. Ampak on je, mislim, jaz se ne strijam s tabo, ampak super, da si to izpostavil, ker se mi zdi, v bistvu, Sebastian Cavazza je tudi neka persona izven igre. In v bistvu gledam to, da dela tako sinhronizacije z reklame in mogoče risanke, v to imamo vsi neko percepcijo. Jaz mislim, da je tudi ta percepcija v bistvu mogoče pri tvojem dojemanju. Moje osebno stališče je v bistvu v tem, da je on bil perfekten za to vlogo. Mislim, da je tudi naredil eno boljših vlog v svoji karieri. Razumem pa lahko tvoje stališče. Tako razumem vsakega drugega tudi, zaradi tega, ker primer recimo pri Tarasa Birsa je bil to, vsak je prebral knjigo na svojega Tarasa Birsa. To absolutno. Jaz sem imel problem, ker nisem imel. Nisem imel takoj ideje, kdo je bil. In se nisem hotel zakleniti prehmal. In isto Klemen in tudi mi, ki smo pisali scenarij, si nismo predstavljali določenega igralca. Za določene vloge smo že imeli pri samem pisanju neke ideje, ampak pri Tarasu Birsu je bilo pa popolno blank. In potem smo v bistvu rekli, ok, dajmo mi to malo probati, različne igralce, se malo dobiti, malo govoriti, mogoče kakšno sceno preigrati in potem se odločiti za tisto, kar mislimo, da je prava smer. In jaz sem popolnoma prepričan, da je to bila prava odločitev in mislim, da je naredil on super. Je pa seveda v nek vtis določenih igralcev imamo, mislim, neko drugo percepcijo, ki je pa mogoče izven vsega tega in je popolnoma legitimno. To je poanta, pa tudi se ne rabi zagovarjati. Ne, zagovarjam se. Jaz absolutno tudi razumem, da Cavazza, mislim, v končni fazi, valjda, da je to ti jasna odločitev. Mislim, naredili ste serijo, s katero ste res hoteli narediti impact in valjda, da boš dal nekega igralca, ki je prepoznam, da ne boš dal ne vem, Igorja, no. Igor je zaunil v zadju enega tipa, ki je mim, ne more pa biti on. Ne me narobe razumeti, ne zagovarjam se. Recimo, jaz pogrešam zelo veliko pogrešam v slovenskem prostoru tovrstnih debat. Da ni vsaka stvar napad na nekoga, ampak da je v bistvu debata. Da se mi pogovarjamo o percepciji, o različnih stvareh, tako se vi tle pogovarjate, ali o sci-fi ali fantasyju, karkoli v bistvu, ker ravno to vrstno debato in to vrstno debata tudi na nek način viša lahko nek nivo ustvarjanja. Seveda, absolutno, mislim, nam je tudi, mi smo vsi šli v to, da hočemo pač, da smo bili navdušeni, da bo končala slovenska serija in tako, in absolutno ni tudi nam, tudi karkoli imamo zapovedati negativnega, nikoli ni poanta v tem, da ti zdaj hočeš slabo nekomu, ne. In tudi, mene ful mote pri Slovenci, tudi tako, ko je bila ta Twitter debata, Mita že malo to omenjal, da si imel totalne hejterje, serije, ki so bili tako nič ga ne slišiš, Cavazza je grozen, ne vem kaj, kakšen ne vem, kaj vse je bilo Volvoti, ali kaj je že bilo narobe neki z avti, no. Skratka, da so isti avti kot v enem gajnem svetu, ali ne vem, kaj iste registrske, ali kaj. Kaj? Ja, bilo je to na Twitterju. To ni res, ampak skratka, to je bilo na Twitterju. To imaš, po drugi strani pa imaš ljudi, Bog ne daj, da bi kdo črhnil kaj negativno, mislim, kakšen komentar. In to je oboje narobe. Jaz mislim, da mi se moramo znebiti obojega, v resnici. To, da hejtamo vsako stvar zato, ker je slovenska, pa to, da imamo radi, da nekdo reče, za slovensko serijo, to je bilo fenomenalno. Ne, se vsi vemo, vsi vemo, da ti nimaš milijonov za vsako epizodo in sorry, no. No, mislim, meni se problem s Cavazzom zdi to, da je čist povsod, ne. Se mi zdi, da je smiselna izbira, da vzameš nekoga, ki je dovolj dober igralec. Imam pa sam problem v tem, da sem si predstavljal nekoga, ki izgleda čist drugače in ki zna teči. Ne bo spustil. To je čist moja osebno. Ampak... Samo Igor, to nisi ti, ali kako ne razumeš? Ne se. Znaš teči? Ampak... Ne gledate... Vidva ne gledate v živo televizije toliko. V tistem času, ko je bilo Jezero na TV-ju, je bil sploh med počitnicami en kup filmov s Cavazzo in če si pač malo šaltal, si prišel na Niko, pa si prišel na Gaj in Svet in si ugotovil, Cavazza pa res dobro igra v Jezeru, ne? Ker ne, da so ti filmi slabi, ampak so mladinski in on je v obeh
primerih stranski lik, ki je v primerjavi z glavnimi zelo nerazdelan in ker pač ni fokus na njemu in ne izpade prav zares prepričljivo, on je samo tam neka prezenca, ne? Niti ni prav plastičen lik. In to, kar je potem gledaš Jezero, kjer pa je prav razdelan lik, ugotoviš, da je ful boljši in da ima range. Tako da, kar se tega tiče, se mi je Kavaca zdaj v redu izbira, hkrati pa moram reči, da sem bil podobno navdušen na tem, da nekaj lokalnega nastaja, ko je HBO delal serijo Uspeh na Hrvaškem. In tudi tam, v prvem delu vizualije, kako je nastavljena štorija, je res dodelano. Ne? Ampak za razliko od Jezera so na koncu zgodbo čist zmedli in en kup stvari ni imel nobenega smisla. En kup twistov, ki je bil, imamo twist, pripovedovalec je mrtev že cel čas, ne? In podobno, niso imeli prav zares smisla. Je twist, pa rečeš, tega nisem pričakoval, ampak se nisem mogel, ker ne. No in tukaj se mi je pa zdelo, da in vizualno, in kar se zgodbe tiče, je na nivoju HBO produkcije. Zdaj, seveda, če primerjaš z prav skandinavskimi serijami, kjer to delajo že več kot 10 let, boš ugotovil konkretne razlike na številnih točkah, kar je zgolj logično. Ampak v tem prostoru se mi pa je zdelo res korenit presežek. Mislim, razlika zdaj, ki si omenil Skandinavce oziroma Dance, ki so začeli ta val. Mislim, to je bila zelo sistematična odločitev njihove televizije. Mislim, prvo, kar so oni zgradili, v bistvu, ki obstaja neka doktorska dizertacija, kako so se oni lotili tega, v bistvu, oni so najprej zgradili studije, naredili so poslovno stavbo, v kateri so, v tej sobi so bili scenaristi, tam je bil kostum, oni so naredili cel kompleks, infrastrukturo, da so začeli to delati. Tudi oni v bistvu na začetku, ker slučajno poznam nekega, ki je danes producent, včasih je bil pa odgovorni urednik na danski televiziji, on je potrdil Kingdom od Larsa von Trierja. In on je meni osebno govoril, njega je bilo strah v bistvu za službo in vse, ker so taki pritiski bili. In v bistvu Kingdom je v bistvu bil en prvih premikov v danski televiziji, ki je šel po celem svetu, celo screening v Cannes je imel film takrat, ker so ga združili, ampak je v bistvu bilo tudi nek pilotni projekt. In potem so začeli na tem oni graditi infrastrukturo, šolali ljudi, pošiljali jih v Ameriko, da so spoznali sistem tako showrunnerja kot samega pisanja v writers roomu, ki je zelo specifično pisanje. In so prišli do tega zelo sistematično in potem prišel uspeh. Zdaj, kako pa to lahko, zdaj še vajo prekinjam, ampak kako to lahko v slovenski primer preneseš? Pač meni tle ni jasno, veš, kaj vseeno je, to je javna TV in v resnici od tega jezera ni zdaj toliko zaslužka, kako jaz si to ne predstavljam, več dobro oglasi, pač če zdi in ti poveš, da boš Lenino v park delu, se lahko oglase furajo takrat ne, pa od tega dobi denar, ker, veš, za vsak Netflix ali pa kaj neki dobiš denar, ti verjetno domnevam, da po številu ljudi, ki gleda to ali kako. Treba si ni, to mi je v bistvu kompletni odkup. On je odkupil in to je to. Če je prav gor, da je Netflixova serija, potem ti dajo cash ne upfront, ampak kasneje, če pa samo oni predvajajo, tako ko pač imajo, ne vem, Breaking Bad, pol pa kupijo licenco, pa je glede na število. Kako hočem jaz povedati je tako, da mene pač zelo žal, če pač zdaj, veš, ker ne moreš unovčiti jezera, domnevam, da pač ne moreš ti zdaj teh ta dobrih stvari še, veš, jaz bi tudi rad zdaj, da veš, da za Lenin Park vi dobite še več keša, da še ti lahko več delaš, ampak a je to možno pri nas? Mislim, je možno, to je vse stvar, to je tudi neka v bistvu programska odločitev, tako ena stvar je igranega programa, potem pa celotna usmeritev celotne televizije, vključno z direktorjem televizije in nadzornim svetom in na vse zadnje programskim svetom. To je pač neka strategija. Treba se zavedati, da nacionalna televizija ni komercialna televizija. Nacionalna televizija naročnino vsak od nas plačuje in s tem oni so zavezani delati določene vsebine, ki mogoče nekateri mislijo, da niso rentabilne, ampak v bistvu premikajo neke meje. Jaz mislim, da kakor taka
Mislim, da je Jezero nek primer, ki je lahko tudi rentabilno. In mislim, da in vsi želimo, kako smo šli delati to serijo, da bi v Sloveniji nastajali več tovrstnih serij, ne samo na nacionalni televiziji, ampak tudi na komercialnih televizijah. In mislim, da slovenski gledalci želi različnih vsebin. Jaz osebno nisem popolnoma nič proti tako imenovanim telenovelam ali pa sitcomom. Mislim, da celotni televizijski spektr je treba razširiti in vsak segment ima svoje gledalce. Eni se prepletajo, eni so pa gledajo samo nekaj. Tako da jaz mislim, da je tudi to vrstnih serij. Pa ne mislim to, da bi zdaj mogli delati sam kriminalke. Jaz bi gledal drame, jaz bi gledal komične enourne serije. Bi gledal tudi horor na sezanje v 6 epizodah. Ne, se gled v končni fazi je vedno tako pri založbi. Pač jaz bi rad delal je tako leposlovje, ki ga vem, da ga bo bralo, ne vem, 15-20 ljudi sem pri nas, ampak se zavedam pač, da pa je fino, da imam uspešnico, ki me to pokrije, veš, na neki ravni. In pač jaz mislim, da tudi RTV se gotovo pač obnaša kot javni zavod tako, da pač ja, imaš nekaj, kar je uspešno in lahko prodaš, pol pa imaš, ti lahko delaš nekaj v resnici, tako, kar misliš, da ima tudi neko, recimo, filmsko, ne vem kakšno vrednost, pa zdaj nočem reči, da ga žanr absolutno nima, ne, to ni res, niti mala, ne. Ampak ja, ampak to pa ni, da bi zdaj, ne vem, lahko to na HBO prodali ali pa kaj. Mislim, RTV Slovenija lahko prodaja. Mislim, da ima, kaj ima HBO, ima nekaj slovenskih, ne? Mislim, lahko prodaja RTV kot producent, lahko to serijo in jo tudi želi tržiti dalje. Zdaj je pa odvisno od ljudi, ki se s tem ukvarjajo, kako bo to šlo naprej. Mislim, da je odziv v Sarajevu, kjer je bilo v bistvu polna dvorana ljudi, ki niso obremenjeni, da je to iz Slovenije, ker niso poznali ne knjige, ne vejo, koliko je uspešna ta knjiga in so prve 2 epizode spremljali, odziv je bil super v bistvu in tudi to, ki si preomenil ta alpski noir, ta skovanka so skovali v bistvu Srbi dol v Sarajevo in mislim, da je to tisto nekaj, kar je nas dal, to je bilo prvič, da smo nekomu pokazali izven produkcije, očitno lahko nekako tudi najde slovenskega gledalca, ki ga na vse zadnje tudi je. Mislim, rating sam pove, da si ljudje želijo to vrstnih vsebin. Mislim, tak je, videoteke spletne rabijo 1% slovenske produkcije po zakonu o medijih, če so registrirane v Sloveniji. Dejansko to pomeni zgolj Voyo, ki ima dovolj svoje produkcije, da najbrž ne bo šel Jezera licencirati, ampak tega se drži tudi HBO, ki ima sinhronizirane stvari, tako da če bodo glede cene prišli skupaj, bo HBO vsekakor zanimalo Jezero vzeti. Potem pa je še tukaj Netflix, ki če bo imel interes, je tudi varianta, da bi lahko vzel. Potem je še Pickbox, ampak mislim, da HBO ali pa Netflix ali pa Amazon lahko. Ja, ker nekaj te srpske pa hrvaške že imajo, če se zdaj prav spomnim, kdo ima HBO. HBO je naredil eno serijo Uspeh v regiji in na Hrvaškem je naredil, ampak je sodelovanje pač celotne bivše juge. In filme imajo pokupljene, medtem ko Netflix ima pa hrvaško serijo Novine. In je v bistvu, recimo, primere Novine so nastale v produkciji HRT je dal denar in so naredili prvo sezono. In Netflix je vstopil, kolikor je po mojih informacijah, mislim, da v produkcijo skupaj z televizijo HRT v drugo sezono. In je v bistvu Novine so zapakirane na Netflixu kot njihov original. Netflix tudi pogosto dela, tudi so en kup skandinavskih serij imajo tak narejeni. Dark, če se ne motim. Vse zato bi si jaz želel, ker vseeno pač je neka poanta in te verjamem, da se tega na Netflixu zavedajo, da pač oni iz regije bi pač radi tudi kaj svojega gledali na dement, ne, da je to poanta. Pač tega, vsekakor tudi... Tega prvabiš not, ne kupiš. Ne? Seveda, absolutno. Na Voyu tu so povedali, da vsak nov naročnik gre najprej gledati lokalne vsebine. Ne grejo gledati James Bondov vseh, ampak grejo gledati lokalne vsebine. Zdaj pa, kar se Netflixa tiče... kar se tiče Netflixa, je pa to, da oni
so na voljo v Sloveniji, ne jemljajo pa Slovenije kot resen trg, dokler ne bo določenega števila naročnikov, No, to je takrat bojo pa razumljivo. začeli tudi podnapise dajati in sinhronizirati. Zdaj pa jaz ne vem, če je sploh realno, da pač ta cifra je nekaj, kar je Netflixu znana in ni nasplošno in ni jasno, ali je realno, da bomo kdaj prišli do te cifre, ker oni nič ne oglašujejo, nič. Pač mi samo inicijativno bi morali imeti dovolj naročnikov, da bi oni rekli ok. S tem, da v filmskem in televizijskem smislu, zdaj, ko govorimo globalno, v bistvu se tretira tako, kakor je pozicioniran tudi HBO v naši regiji, je v bistvu pozicioniran kot HBO Adria. Se pravi, vse bivše države juge. In je v bistvu tako nekako tudi to regijo tretira se v filmu, v bistvu, kadar govorimo o prodaji filmov in tako mogoče bo, če ne drugega, bomo to lahko prišli do podnapisov kot takih. Ampak nikoli ni pa ena država samo kot Slovenija. Mislim, se tako tretiramo Skandinavijo, tretiramo več skupnih držav, baltske države. Mislim, tako so trgi tudi malo razdeljeni. Cool. No, že imate vidva kakšno kritiko, da ne bo. Dajmo kakšno debato. No, jaz bi vprašal samo o barni shemi, ker tako meni barna schema me zanima. Sej, tudi mene. Pa en kader mi je zaštrlil ven, taki montažna odločitev je bila, ko se Taras in Tina pripeljata do vikendice od tega dekana. On skoči ven z avta, pa takoj pištolo ven potegne, pa sem bil to, zakaj on zapotegne ven pištolo? Nič ni pokazano, kar pa po nekem tropu ali pa klasiki je neka fora, da pač on pogleda neki, ti vidiš, kva on vidi in potem on pištolo potegne, rečeš, ok, je to ga ogroža, on pa tam skoči ven kot nek Rambo, razumeš, ona kva je narobe, pa že leti noter in me tisto, ko sem zdaj videl, veš? Ja, ne, to je v bistvu tako, recimo ta na samem snemanju sem jaz sklemnem zelo, sem imela debato o tem. In oba dva se strinjala, da dajmo to tako narediti. V bistvu ni tako, da on skoči pozame ven, ampak on stop ven, pogleda, Se zagleda, tišina in pol vzame pištolo. Ker v bistvu mi ne vidimo v tistem trenutku, da se tam še kadi, da je tišina, nikjer nikogar, ampak v bistvu kot nek sva rekla, mi da sklenem, ne bo nek šesti čut. Šesti čut. Ja, ker se tudi take stvari zgodijo. Čist karakterna stvar. In ne rabimo zdaj tega razlagati in gremo pač. In pol v bistvu on vzame, Tina pa samo reagira. In potem se to zgodi. Ok, legit. In ni bilo nekaj tako, v bistvu gremo narediti nekaj, kar je... Ja, jaz sem razumel tako, da je bilo njemu pač nenavadno, da je Goričan tok skoraj povozil, pa zbežal in da je pol nekaj začutil. Čeprav jaz sem tudi bil tako, mislim, zakaj pa tudi tako, zdi se mi, mene že v ameriških filmih moti, da pištolo tako jim potegne, čeprav v Ameriki, jo res potegne, očitno potem, kar se dogaja, Pač v Sloveniji se mi je pa to zdelo mogoče malo pretirano. To je ena stališča, da o tem delamo kriminalko, nimamo pa še nikjer enkrat pištole. V bistvu, bilo je čisto neka taka odločitev. Ne vem pa, če je bila prava. Pa ni bila tudi napisana, da so znali, to je neka stvar, ki se je to v bistvu zgodila. V montaži mi je bilo tako, najprej imaš na avto, ki ful pribrzi mimo in je glasba naraste vse, potem pa prideš do te bajte, pa se mi zdi, ok, nekaj je bilo, zakaj na avto, vse, to mi je razumljivo. Samo tiste en shot mi je manjko, da ne vem, vrata priprta, neki. Se ni mogel, vrata so na drugi strani, ni videl vrata. Se štikam, samo pač neki, a stopinja v snegu, whatever, razumeš, zato da a veš, potegne pištolo ven. To, drugače bi pa še sam pohvalil igro. Meni je bila pa igra super. Predvsem bi pa tukaj rad izpostavil, dobro, Ivo Bana bi mogoče malo manj dal od poprečja, ker razumem, on je že starejšega kova igralec, pa malo navaja neke določene, pa ni slab, daleč tega. Samo pač navajanje neke določene dikcije, tudi zdaj v tej novi seriji, ki se odvija v imenu ljudstva, me je malo tako izgovarja kot da je na odru. Ful bi pa rad pohvalil Igorja Žužka, pa ne zato, ker je Škofje Ločan, ampak njegova Ne, poznam ga. Upam, da lahko rečem, da smo prijatelji, ampak njegova prezenca se mi zdi ful zanimiva. Tam kot Baloh, kot tisk kmet, ki zajca odira, mi je bil zelo dober, pa tudi zdaj v tej novi seriji, ki je v imenu ljudstva. Je fule prezent, tako neko TV prezenco, ne gledališko, ampak tako zanimivo prezenco imamo.
Evo to. Pa barna schema me zanima. Ja, v bistvu tako, pri igri je v bistvu pozicioniral Miheliča, je bilo, v bistvu on je z enega drugega sveta, v bistvu je direktor v bistvu nekega starega kova in v bistvu s tem načinom govora in kako gre, v bistvu je tako tudi v bistvu gre z roko v roki. Žužk je pa v bistvu, ja, mislim, jaz sem veliko že sodeloval z njim, delal neki projektov in mi je zmeraj fajn neki nogo špičiti z njim. Tako da se strijam s tabo v bistvu vsem, ampak v bistvu vse to je bilo nekako premišljeno. Mislim, jaz se strijam in mi veselje bilo delati Jezero, zaradi tega, ker sem imel občutek, imeli smo to glavne igralce, ki se po mojem mnenju vsi, tako Jana, kot Nika, kot Ostrc Brajc, Čušin. Nataša Barbara Gačner. A veš, vsi so neki padali noter, ampak kar je bilo najbolj lepo delati, v bistvu vse te epizodne vloge, da so igralci prišli z neko ambicijo, z nečem, da idemo nekaj narediti v bistvu. In ni bilo treba veliko v bistvu za nekoga pripričevati, v kjero smeriti, ampak so prišli z neko idejo, z nekimi predlogi in potem se v bistvu samo delo in vsi so bili v bistvu tako fajno bilo gledati, da so z veseljem bili na svetu in da se dali delati. Ne glede na to, da smo mogli hitro delati, vseeno smo imeli dovolj časa. Zato, ker bi še Natašo komentiral, samo jaz nisem skužil do konca, kdo je Marjuc. Tina, moja žena pa je, ker pač rekla, in tu zdaj spoiler, ne moreš tako igralko, kot je ona, ne ponucati, ne? A veš, ker ona pa res imela potem... Ja. In to je tudi eno od velikih vprašanj. Mislim, zelo jasno je bilo, kdo lahko igra to, že ko smo pisali, nam je bila Nataša ena od mogoče frontrunnerc za to vlogo in smo bili veseli, da je sprejela. Seveda smo se pa vsi zavedali lih tega vprašanja. In zaradi tega je bilo nam zelo pomembno, da okrog teh doktorjev v bistvu zasedamo neko ligo igralcev, ki spašajo skupaj. Točno to, imaš završana noter in še ne, završan zavedo. Jaz mislim, da je on preveč sprašuje. Ne, spet je bila ta fora, ker sem ga gledal, ta prvi prizor, pol ga v drugi epizodi ni bilo in si bil tako, ja, valjda, no, mislim, ne moreš ti imeti završana tam, da bo vprašal 3 vprašanja, pol pa šel stran, ampak pol sem pa skužil jaz tudi, ko je bilo na pogrebu, tam je bil pa že preveč učiten, pa sem bil tako, pol pa nisi, pol pa mora biti Nataša, no, resnici, tako da. Jaz sem v knjigi zelo pri koncu ugotovil, ampak v zadnjem delu na začetku tisto montaža, ne, pove v bistvu. Če pozorno spremljaš montažo, tista montaža na začetku epizode pove. Ker izpostavi to, da je ona streljala in ti je tako, misliš, da je bila prvakinja. Mislim, ta obnovitev zgodbe, kako se temu reče. Tam je bilo tudi že. Ja, ampak to je spet neka debata, ali to dati ali ne, pa smo se odločili, da damo v bistvu. Ne, jaz, ko sem bil statist, mislim, sem bil edini od statistov, ki je prebral roman. Drop Mike. To je tako rekel, da imajo statisti posebna 2 kopeja, oni, ki so prebrali roman, pa oni, ki niso. Ampak pač sem se pogovarjal z ostalimi, ne, in sem rekel, da tu, ne, v tem kadru, eden od teh je Marjuc, ne, tako. Zdaj ni vedel niti, da je umor ali karkoli, da nič niso vedeli praktično. Škaj pa meni, zdaj v bistvu, ker sem šele dojel po koncu serije, kaj je meni fascinantno. Ne glede na to, kaj se vse debatiralo na družbenih omrežjih. Ni bilo niti enega spoilerja. Če ni rekel, kdo. To pa moram jaz tudi pohvaliti, da to pa je bilo zelo lepo, no, da ljudje niso, ker bi si prav predstavljal bedake, ki to točno to naredijo. Tako da ja, moram jaz tudi zdaj reči, ker si omenil, vsaka čas Slovencev, vsaj nekaj, no. Ali so pa že pozabili. Tudi to je možno. Veš, oni so že zdaj na 3, pač ne more, kdo se zdaj spomni, kdo je bil prvi. Ne, pa na koncu se mi zdi, da je tudi tako pač zanimiv mal tudi twist, veš, na to, ker ponovadi je pač Sloveniji morilc moški in ubije pač partnerko, ne, in da je tle mal tega twista, ker je tudi pač Golob mogoče, zdaj jaz ne vem koliko načrtoval, pač tako, da ni zmer, veš, ta poanta, ne. Ja, pa tudi, če imaš, da je truplo ženska, kar pač v tem žanru prepogosto je, ne. Ja, da ni ubil moški in še tako neko spolno nasilje ali pa karkoli. Ja, prej bi rekel, glede na način umora. Glede na začetek pomisliš, da je to, ja.
Tako da, ampak ja, to je zelo v redu izpeljano. No. Mislim, v redu je stkana zgodba, pa ful je teh rdečih sledov, ki peljajo v druge smeri in se ti zdijo čist legitimni. Ne? Že od celotne te z kvazi Krko, neke korporativne zadeve do pač tistega dekana in tako dalje. Ne, meni se tu zdi, da je Golob tudi fino naredil, ker je v bistvu to backstory hkrati birse. Ne? Ja. A veš, nimaš občutka, da je to neka še side story, ki ne znaš vklopiti v glavno in da te pol več cajt, ja, tle nekaj mora biti, drugače tega ne bi kazali. Ne? Ja. Ampak ima več čas, ne, to tudi birso karakterizira in karakterizira pač njegov odnos do žene in ti v unem, a veš, ko ona dva pač prešuštvo naredita, ne? Naredita, kako pač prešuštvujeta, no? That's fuckery about. Ko ona dva prešuštvujeta, točno veš, zakaj, veš. Una je pač, on je jezen na njo, ne vem kaj in tako. Pač imaš malo tega feelinga. No, ampak v knjigi se mi je to zdelo slabše izvedeno kot v seriji. V knjigi se mi ni zdelo potrebno, da gre on prevarati ženo, ker je žena dost bolj cool, kot jo Jana Zupančič odigra. Mislim, zelo v redu odigra, ampak prav dobiš dost bolj dobiš vtis, da med njima ne štimajo stvari v seriji kot v knjigi. Aha, okay. Ja, mislim, vse jaz sem, ne vem. Ja, to mislim, vsak ima neko zanimivost, je to v bistvu kako dojemanje. Mene to najbolj fascinira, kako dojemajo določene karaktere v knjigi, določene v seriji. In eni se strinjajo s tami, eni so kontra, to je v bistvu celotna lepota. Bi pa rekel, ja, to, ko si že dvakrat vprašal, barvna slika. Mislim, velika zasluga v bistvu za fotografijo sama je v bistvu seveda tudi od Miloša Srdića, v bistvu super, ki je super pravil svoje delo. Seveda je pa tudi skupek scenografije, kostuma, tako Mihe Knifica, ki je bil scenograf pri tem filmu, Nadje Bedjanič kostuma in v bistvu smo zelo o tej razmišljali o barvni paleti, ki jo uporabimo in tako da ni bilo nič naključjo prepuščeno, ampak smo zelo načrtno šli v to vrsto fotografije in seveda Miloš je to vse super posnel. Tako da gre velika zasluga za vizualni izgled tudi njemu. Mislim, zelo hladno deluje. Ne? Mislim, to je za ta namen, kaj, da v bistvu se mogoče ta hlad jezera jezera. Jesus. Kao, da se, jaz imam taki feeling, ne, kao, ja, to je taka zasnežena, hladna pokrajina, kao ta umor, mislim, še posebej v knjigi so ti opisi, ne, kao zabeljene lutke, roke, ne, tako naprej ven izpostavljene, naprej, ko sem potem zdaj šel post-festom knjigo, brat, sem je bilo, tle ste dobili ta nek hlad, ta barvna schema, to me zanima, ne vem, koncept. Iz knjige ven smo šli, v bistvu, ni šlo za to, da bi posnemali kjerokoli drugo, ampak nekako smo črpali iz tega elementov, ki so bili in samih lokacij, ki smo jih potem tudi najdli. In na podlagi tega tudi zbirali, kje snemamo. No super, jaz mislim, da do naslednje sezone bo tudi midva z Mitotom prebrala drugo knjigo, tako da bo tudi midva lahko statista, ki sva prebrala, tako da se ti že vnaprej javljamo. Moram pa bova pa prebrala knjigo, pa si kar sama določila, kje bova, tako da, sorry. Velja, sam sporočita mi. Te bova obvestila, v katerem prizoru bi rada bila. Si že rekel, ti bi rad bil trupla enkrat. Sem ne vem o drugem delu, a veš, moram najprej prebrati. Ne, trupla mislim, da moraš malo bolj znati igrati. Ko je pa narobe z mojo igro? Pa se bom prebral knjigo, no? Dej, knjigo. Če se trupla... Ne bom to spraševal, se ni tako važno. A res truplo, pač ko truplo leži človek tam, ni tako, da bi... Visno, kjer je seriji, pa kaj, ja. V našem primeru ni nišče ležal, so bila v bistvu vse narejene trupla. So bili propi. Propi, ja. V bistvu lutke narejene, to je Miha Knific isto delo. Odlitke pa potem. Je razen on, ki vegetira. Razen hleb, ja. Ki vegetira, ga je pa igral en gospod, ki je bil predtem pacient, ki je v invalidskem vozičku. Ta dekan hleb, ki ga najde gor, on je pa v bistvu. Ja, tisto pa je prav igral. No, on gotovo mora ležati. Ne, on ga kap. Pelc, v bistvu Pelc ga odigra, najprej je igralec, potem pa ga zamenjajo. Kako je pa me kuže tu?
V resnici ali V resnici, ja. Ne vem. Ne, pozabil sem, vem. Zelo lep koža je. No. Ja. To pa se strinjam. Ja, v knjigi je Joey. Ne? Ne, govoriš o tem kužetu na začetku? Ali... Ne, v unem, ta drugem, ki ga ima, ki ga on posvoji. Ja, tega ni v knjigi. To... Ja, no, mislim, vse za to. Pač kdo ga je igral, kater kuža ga je igral. Ne, zelo lep kuža mi je bil. On na začetku ni tako važno, on najde truplo, to vsak pas najde, to ni problem. Ali je šti družba? Je še kdo hotel kaj reči na tej točki? Kaj potem je realno, da bi čez 1 leto lahko gledali že Leninov park, ali kdaj bi bila nekako, če relativno hitro gre skozi ta pogajanja? To je stvar televizije, kako hitro odobrijo oziroma dajo v plan za produkcijo. Če bo to v bistvu narejeno kmalu, je realno, ja, da se gleda v naslednjem letu ali pa mogoče čez 2 leta. Odvisno. To so neke stvari, ki niso v naši roki, v bistvu. Je pa ful pomembno. Mislim, ampak snemati bi se pa to moralo poleti. Ne? Ja, sem zelo nerealno pričakovati, da bi se snemali letos poleti, ker mi smo v bistvu lih na tem, da začnemo adaptirati. Resno, v bistvu. Zdaj smo naredili neke razčlembe, pa približno osnutke. To je zdaj, tako smo že februarja v resnici. V bistvu zdaj, če bi se letošnjo poleto snemali, bi mogli v tem trenutku začeti pripravljati snemanje. Ja. Tako da... Jaz se nekako upam, da pač, če že se odločil za drugo, da se bo za tretjo dokaj hitro, no, ker vse je le važna tudi kontinuiteta. Se zelo strinjam s tabo in je zelo pomembno. Posebej tudi vem, kaj gre naprej v 4. Bi bilo res škoda, da to spustite. Series, tedaj enkrat pred časom, prednji je Dolino rož napisal, povedal, da bi se ena od prihodnjih zgodb odvijala v Sarajevu. Veš mogoče, če... Mislim, da je bila to neka ideja je bila pri Leninovem parku. Mislim, kar jaz razumem, kako smo govorili. Da pa, ne vem, pa mogoče pa tudi zdaj razmišljam. Mislim, da je takrat... Ne, bil je Leninov park, je že bil napisan takrat. Možno. Mislim, vem, da ta neka debata je bila, ko smo mi, ker smo v Jezeru scenarije delali, bila neka debata. Ne vem pa kje, kaj, kako je razmišljalo. Meni se bi zdelo škoda, mislim, zapostaviti ta topos, na katerem se že gradi, da bi zagaselil, veš, mislim. Mislim, v 2. sezoni ne, ampak v 4. pa... Ok, ja, vse. To je razbir se gre na počitnice. Ta razgre na jug. Ta razgre na jug. The best. Kdaj pa lahko pričakujemo tvoj nov film, ki si ga ravno posnel? To bi bilo v tem trenutku čist prehiter za reči. Ampak na FSF najbrž. Sigurno bo na festivalu slovenskega filma. Ne vem pa, kjer je edicijo tega festivala. Ne, seveda lahko ga pričakujemo v roku 1 leta, kjerkoli bo. Skratka, smo že v zadnji tretjini podcasta. Rubrika Kaj gledamo, beremo, poslušamo. Matevž, ponovadi imajo gostje prednost, pa ti si ljubitelj žanra. Si prebral, gledal kaj žanrskega v zadnjem času, kar te je ful navdušilo? Ja, tako, v bistvu navdušil me Varuhi, se mi navdušil izjemno. Mislim, da je najboljša serija, ki je letos prišla. Jaz vedno poznam, da se to Watchmen. Gledalci. Mislim, celo me toliko navdušilo, mislim, da je izjemno, kako je izkoristila ta svet, v bistvu, in to mitologijo celotno. In super, to bi vsem priporočil. Drugače za novo leto, ko smo v pauzi med snemanjem, sem še enkrat pogledal celega Seinfelda. Fino. A si lovil Curb Your Enthusiasm, novo sezono? Ja, ne, zdaj jo spet gledam. Nisem sploh pozabil, ker sem snemal film, da pride nova sezona in sem tako presenečen, ker sem to gledal. Nisem, le nova sezona. In med drugim zdaj to gledam, to priporočam. Drugače pa od filmov Parazit me je tako, zdaj ko sem ga gledal, navdušil, pa kaj sem še gledal. Pa začel novega Sorrentina, ta New Pope. Ja, The best. In to se zelo veselim, v bistvu čakal sem, da končam snemanje, da začnem nove stvari gledati. Nekako Varuhi so se mi tako prikladili, Watchmeni,
Čisto slučajno so bili na televiziji, začnem gledati prvo epizodo in me kar potegli. Vse. Igor, ti si se junaško javil, da boš poročal o Ragnaroku. Ja, jaz sem pogledal serijo Ragnarok, ki je na Netflixu in je taka, da če zaspiš zraven, ni noben problem, če jo pogledaš do konca, pa tudi ne. Zabavna je, meni so ful všeč norveške stvari, to je okej. Je zgodba o Thoru in nekih velikanih postavljena v srednješolski svet, pogosto je zelo srednješolska. Pa talek je Thor je precej neumen, ampak okej, lušno za pogledati vsekakor, sploh če pač imaš rad norveško produkcijo. Drugače sem pa prebral knjigo Lovecraft Country, ki pride serija, mislim, aprila. In je to stvar, ki jo najbolj pričakujem zdaj letos. Fenomenalna knjiga o pač te neki horror scene so not, ampak je osnovni horror je, kak je biti temnopolt v ZDA v 50-ih. In je, mislim, da idealna zadeva za Jordana Peela, ki je producent, tako da priporočam knjigo, če jo lahko dobite, in tudi serijo, ki bo. Okay. Mito? Ja, jaz gledam New Pope in isto priporočam vsem, za 8. del je vam prišel in sem prav nestrpen že, no. Ker to je pa tako edgy, da ne vem, zakaj sem tako dolgo čakal, da tebe poslušam, ker si priporočil Young Popa, ne? Mene noben nikoli ne posluša, jaz sem tak film. Ne, mislim, ful moram pohvaliti, ker ne da je ful za neko bizarka čudno dobro, ampak pač tak drugače od tega, kar smo vajeni, ker naprimer proti gledalcem, ki imaš neke ameriške korenine noter v ali fotografiji ali pa režiji, pa je itak super dobro, je pa tle en taki evropejski film. Ne vem, kako bi ga zacahnal noter, ampak tak italijansko-evropejsko edgy. Samo to, tako bi ga lahko opisal, ne? In je mind-blowing dober, res. Pol gledam Outsider, tudi na HBO Go in je tudi po ameriško edgy, ne? Ja, to je Stephen King. Stephen King, ja. Sem malo, še enkrat ponavljam, me skrbi, kako bo ta zaključek, ker ponovadi njegove stvari nimajo glih nekega hudo dobrega zaključka, ampak ko pa je narejen, pa igra, pa dialogi, pa do zdaj je pa res bomba, no. Vmes še gledam pač ene par humorističnih Avenue 5 z Hugh Lauriem. To sem pri drugem delu obstal, kaj pol v redu stopnjuje? Tako, pač not good, not terrible, kak je že, ne, ta trop. Potem Miracle Workers sem pogledal. Prvega ali drugega? Zdaj tudi drugega gledam. Kak je prehod? Mislim, ni ga. Pač res nim nobenega boga več. Pač vsi ti igralci so zdaj v srednjeveškem kontekstu za čisto novimi liki, čisto novimi blabla. Okay, tako da nič se ne pretvarjajo, da je to za neka kontinuiteta. Super lepa, easy, humoristična fora. Prvo sem gledal in sem ugotovil, da je meni ful smešno, ampak da težko najdem dosti ljudi, ki bi jim priporočal. Ja, meni je tudi, mislim, s Tino smo pogledali in je tako, what the fuck sploh gledam, ampak dela, nekako načudno dela, no, a veš. Ja, če še niste gledali, torej Buscemi igra Boga, Radcliffe pa igra enega od angelov, ki proba stvari spremeniti. Ne, ki odgovarja na molitve. Ja, ja. S tem, da Buscemijev Bog je nepismen, je. To je najbolj to je lepa fora, on je Bog, ki je nepismen. Pa cel cvet hoče staviti in pol ima tako wanna bet a hundo. Tak biblijski zgodec v polne teh stav med njim pa hudičem. No, berem, zdaj še je zero do konca, pa Gibsonovga nekromancerja. Neuromancerja. Sorry. Come on. To še, evo. Kako te bereš? To si rekel, da bereš. Kako ne prebereš? Pre meni te stvari traja. To traja. Ja, jaz od vsega tega pa se ne stvari že mi to povedal, kar jaz tudi spremljam. Sem pogledal do konca 6. sezono BoJack Horsemana in moram reči, da meni je sicer 6. sezona mal padla po kvaliteti, ampak zaključek je pa fenomenalen in tak, kot si ga serija tudi zasluži in zame to je ena najboljših, ne vem, risanih, dramatskih serij ever. Pa se ubije. Ne bom nič povedal, zakaj bi spoilal ljudem, ki niso nič pogledali. Ne, naj pogledal, BoJack Horseman je tako res, en ta angst, pa ena ta sodobna stvar, no, ki se mi zdi meni zelo fina, zdaj me Mateo spomnil, da še nisem naredil selfija.
vmes, To za naše poslušalce ful pomembno. To je ful pomembno, ker jaz to moram narediti, mi to malo prekdi bolj not. V kader, ne? Ja, v fucking kader. Jezus Kristus, no. To bo vseeno odpustil, Ja, seveda, zakaj bi pa karkoli rezal? Mi smo naravni, mi smo v prva. Mi smo 2 uri. Mi smo 2 uri in skratka, to sem pogledal, to je bolj manj to. No. Skratka, No, pa Final Space si gledal? ja, Final Space sem zadnjič že povedal, da sem pogledal in da mi je fin, ja. Meni se tudi Kaj pa zdaj filmi? Filme zdaj nisem nič To pogledal. smo včeraj gledali, ne? Ja, midva smo včeraj gledali Birds of Prey and Emancipation of Harley Fabulous Quinn. Emancipation of One Harley Quinn. A ja, tako je. Ja. Ja, cel pretenciozen naslov. Mislim, meni je bil film zelo všeč, ful je humorja in zelo mi je nelinearna in nezanesljiva pač zgodba, se mi je ful dopadla, ker v bistvu iz Harlijine perspektive in potem tak se nekaj zgodi, pač pozabila sem in odvrti nazaj in še backstory za nekoga druga in potem zdaj smo pa tu. In je ful bolj dinamično zaradi tega, ful je smešno, pa dosti stvari je zelo v redu koreografiranih fajtov. Moram pa reči, da že cel dan po Twitterju čakam, kdaj se bojo javili sneženkici, ki jih bo zmotilo, da en kup žensk pretepe en kup tipov. Pa v glavnem se javljajo ljudje, ki pravijo, da je full cool film. Okay. Ja. Mislim, jaz superlativov ne bom uporabljal kot zelo, ne v negativno, pa ne v pozitivno, meni je čisto ok. Na ravni Ant-Mana, na primer. Tam. Pa, zabaven film, hiter, dobro narejen, tehnično brezhiben, ker rečem, igra je čisto ok. Samo ni pa, tako sem ti že včeraj povedal, ni pa tega suspenza, te velike drame. Saj ne rečem, da pričakujem Superman level dramo, ampak tako nikoli nimaš občutka, da se bo komu kaj resnega zgodilo. In to me malo zmotilo. Niti one si niti ne zlomi nobena od njih nohta, ko pretepejo, ne vem, 200 ljudi. Ja, vem, samo pač... Veš, tako, ko bi tu pa tam rad v superhero movie žanru, rad, da te zaskrbi vse malo za koga, pa tega ni tu notrno. Ja, mislim, da to nadomesti s humorjem. Ja, smešno pa je. Pri Deadpoolu recimo tudi te nimaš prav zares mnenja, da bo Deadpoolu se kaj hudega zgodilo. Ever. Ker je pač Lahko sem, nima Lahko, ampak... Drugače pa ne, vsi so super, predvsem Ewan McGregor je... Mislim, on je all over the place, ampak je izjemen. Ampak je mu končno ratalo osvojiti ameriški naglas, ker je pri eno par filmih je bil taki, vsake toliko ga prešaltalo nazaj na Škotsko. Ampak tu mu je prišlo, ja. Ja, še kar. Pa ja, Margot Robbie ful nadgraditi slik iz Suicide Squada, da v bistvu ne bi pričakoval, da je možno toliko kvalitativen preskok narediti. Ja, se pravim, ni zdaj, ne vem, mind-blowing hudo. Mislim, všeč mi je, kako zgleda tudi film. Ne? Kljub temu, da, to sem včeraj rekel, da moramo meniti, ampak Kolosej imaš en velik fuck you. Mislim, zakaj je slika ta kurčevo temna? Mislim, kot da eno žarnico ekstra sklopi, ker hočeš šparati na štromo, ne vem. No. Tam je ena scena, ki se te tri liki morajo odločiti, da bojo sodelovali z Margo, mislim, z Harley ali ne. In bolj je taka tema, da sploh ne vidiš nobenih emocionalnih izrazov, nič ne vidiš, ne? Samo slišiš šur, ja, ok, vredno. In je tako, come on. Nabi te kontraste, nabi malo svetlobco gorno, ne šparati na... Ja, ne pa tudi potem malo zgubi film, ker je full barvit in pisan in če je pretemno... Mislim, tudi baš film ima en joke notre z grafičnimi posegi, ki Harley Quinn lovijo nepridipravi, da se tako izrazim, in potem je vedno freeze frame na temu liku, pa se pol grafika gor nariše name, pa grievance, naprimer, in to full barvito, samo pač zaradi kurčeve slike v Koloseju je to dost manj in potem downtunan. In pač sorry, Kolosej, tu treba nekaj narediti. Jaz sem se tleče 2 stvari spomnil. Ena, ki sem je gledal, je Honeyland, makedonski film, dokumentarc, ki vam ga zelo toplo priporočam. Je celo tudi prvi film, ki je nominiran kot dokumentarni film za Oscarja in kot najbolj tujezični, oziroma zdaj pa to novem international film. In ga bom moč videti na, mislim, da na festivalu dokumentarnega filma, ki pride. Tako da zelo toplo priporočam, pa danes se v Koloseju, ki se li Koloseju meni, odpira dvorana slovenskega filma, kjer bo možno gledati slovenski film noter in otvoril bo to dvorano, jebi ga, 20 let kasneje, oziroma restaurirana verzija
No, nice. Kolesej sicer začenja nekako počasi prenovo in prva žarnica, oziroma ki so jo kupili, je v Komuni. Tako da, če imate možnost Birds of Prey ali pa katerkoli drug film, idite v Komuno gledati, fajn je imeti v centru več kot eno kinodvorano, tako da dajte iti, da bo Kolesej še naprej pač Komuno fural, ker No, vse žarnice so imeli, platno še bojo pa zašili. Ja, platno še bo treba zašiti, pa ono exit lučko, mislim, da tudi morajo popraviti, da ne sveti gor na platno, kot smo mi dva ugotovila pri Lighthouseu. Yep. Črno-bel film, z ono rdečo lučko, kot Lighthouse gor. No, jaz bom šel kot Bežigrad gledati, ker tle so tudi nebar zapred. Vse Bežigrad superhero filmi so, kot je rekel, 10% celotnega ogleda v državi za superhero filme je ta dvorana. A, resno? Okay. Normalno, se mi tle snemamo podcast. No, jaz upam, da mi kaj pripomoremo temu. Ni na ključi. Okay. Ljudje, to je bila že, če boste verjeli ali ne, naša 40. epizoda. V njej smo se pogovarjali o slovenski kriminalni seriji Jezero, pa tudi o istoimenski kriminalki. Poslušali ste podcast, ki se oglaša in ime Obod. Podcast za serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mito, saj to je to, Gegič, Igor, vsak ima rad norveško produkcijo Harp, Aljoša, mene nikoli noben ne posluša Harlamov in Matevž, slovenski Fincher Luzar. Tole epizodo smo posneli v kinu gledališču Bežigrad, ki se mu zahvaljujemo za prijazno gostoljublje. Enako se Matevžu zahvaljujemo seveda za prijazno, da se je odzval našem povabilu, ker vemo, da je zelo zaposlen. Jaz upam, da ste ga kaj razumeli, kaj je govoril. Tokratni rubriki zbira oziroma vprašanje je čisto kratko, če bi lahko zbirali eno slovensko literarno delo, po katerem bi bilo treba posneti serijo, katero bi to bilo? Matevž? Aha, ok, Igor, ti veš. Pod svobodnim soncem, da. Okay. Serijo? Aha. Ja, predobila knjiga, ja. Okay. Jančar Galjot. To je bilo tudi super. Jaz sem bil za naučnik in učalnik, ampak sem to nekaj vmes omenil, dajmo Dober dob, bi jaz posnel. Ni slaba, slaba. Jaz pa še vedno ne vem. Jezero. Sorry, nekdo te je prehitel. Fishment. Ja. Skratka, če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na iTunesih, podprite seveda platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega, čestitamo tudi za 200. seveda epizodo našemu dragemu Anžetu. Če boste v naslednjih dneh kaj sprehajali po bohinjskem koncu ali Ljubljani, ali pa vas bo ustavila slovenska policija, pa se vam ne bo zdelo vse skupaj prav nič filmično, ste danes poznali enega od ljudi, ki je kriv za to, ker nam je pokvaril šentflorjansko realnost. Podcast Obod, vedno v službi deziluzije. Na Twitterju nas najdete kot podcast Obod, na Facebooku smo podcast KM Obod brez pikic, tako je na Instagramu, tam delimo rajcere, prikolce, druge zanimivosti in tja lahko usmerite vprašanja, pripombe, komentarje, pritožbe nad slabim tonom, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Sicer pa se slišimo že zelo kmalu, čez 2 tedna, natančneje 25. februarja, ko boste predvidoma lahko prisluhnili epizodi, ki smo jo prejšnji petek posneli v živo v Slovenski kinoteki, kjer smo si pogledali film Ladyhawke in govorili o filmografiji Rutgerja Hauerja. Z nami pa je bil gost Roman Vučank. Gotovo je bilo super, upam, da ste nas prišli pogledati in poslušati. Obodovke in obodovci, se slišimo in poslušamo. Hvala.